Spoštovane prijateljice košarke, spoštovani prijatelji košarke, dobrodošli v tretji epizodi podcasta Funk and Dunk. Danes z mano Jani, za kamero Jakob, v naši sredini. Danes pogrešamo Žan Luko, ki se ima zelo fajn nekje v Mehiki. V Mehiki na Makarit mi pa delamo, a ne? Tako, evo. Naj ti bo lepo, počakamo te do naslednjič. Smo pa dobili odlično nadomestilo, to nam je pa veliko čast. Gost nam je prinesel celo suvenir, darilo iz enega izmed All-Star nastopov. Dragiša Drobnjak, Drole, kot ga kličejo prijatelji, dobrodošel v podcastu Funk and Dunk. Hvala za vabilo. Ja, dobrodošel, ja. Zdajle vsak izmed naju z Janem ima posebno zgodbo, kako poznava Dragišo. Bo Jani potem tudi svojo plat povedal. Zdaj, izredno sem vesel, da te imamo danes, Dragiša, v naši sredini. Prvič, zato ker lahko govorimo in lahko gostimo človeka v pravem pomenu besede. Zdaj v trgovini, kjer sem prej delal, vedno, ko se je Dragiša tam pojavil, je prišel, dal roko in vprašal, kako sem oziroma kako smo. In je pri tem resnično to mislil in ga je resnično zanimalo. Tako da iz neke človeške plati danes gostimo človeka z velikim Č. In bom tako rekel, tudi hvaležen sem za to, ker te dejansko vedno zanimalo, kako smo, pa če je bila tista malenkost, si začel pogovor in potem si vedel, da bo vse lažje, da bo tudi lažje prodaja stekla in tako naprej. Jani? Ja, jaz sem tudi zelo ponosen, da sprašujem, zelo sem vesel in točno tako, kot je rekel Grega, jaz te kličem malo drugače kot človek, jaz te kličem Angel Varuh, tebe pa ne tvojega brata. In ko sem se vrnil z Anglije v Slovenijo, mi bilo res, ni bilo lih prijetno, imel sem različne težave in tvoj brat mi pomagal, pa tudi ti, da sem nekako šel to skozi. In sta res super fanta. Poznam jaz Dragišo že zelo dolgo, on mene ne toliko dolgo, je mečkan starejši, smo na isto osnovno šolo hodila in sem ga kot mlad fant spremljal. Spomnim se tudi, da je bil državni prvak s Matija Čop šolo. A nisi bil ti? To je po mojem eden redkih naslovov, ko mi manjka. Pa je bil pa Siniša? Možno, jaz to v bistvu... Kako nisi bil? Jaz pa mislim, da si bil. Manjka mi osnovnošolski državni naslov, pa nisem usvojil nikoli Šakaleja, ne. A Šakaleja nisi usvojil, zato ne vem... Ne, srednješolski sem bil, pa ne vem, bil sem pionirski, kadetski, mladinski, pa članski, ne, ampak... Za osnovno šolo pa nisi bil? Pa je bil pa Siniša, ja. Brat, najbrž je bil on. Ja, ker sem gledal, pol je bila ta pripravljalna tekmo, ste imeli z našimi profesorji iz osnovne šole, je bil tale za telovadbo, ko je bil že Hribernik, pa unta visok za matematiko, a veš, Horvat. Ja, pa Baliga Čolga je še igrala in Erlah je bil nasproti, pa tvoj brat, tako da ja, tega se spomnim. Vsega pa spomnim tako. Ja, pa če sem bil toliko mlajši od njega, tako da se verjetno on mene v takrat ne spomnim, ampak ja, sem res vesel, da si prišel, hvala ti res. Ja, malenkost, glej, če bi, ne vem, nadovezal na to, kar sta zdaj me tako lepo pohvalila oziroma predstavila, sem počaščen, da pač ljudje vidijo meni najprej to, ne. Pustimo na stran zmeraj tiste dosežke, kar jih dosežeš kdorkoli v svoji karieri, kakršenkoli da je, s čimerkoli se ukvarjaš. In bom rekel tako, ena stvar, ki je na primer mojo ženo dostikrat motila, ne, že ko sem se spoznala, ko sem igral na Olimpiji, tisto Euroligo, še preden smo šli na Poljsko, me enkrat vprašala, a se boš ti res vsakeč, ko greva zvečer ven, ne vem, pa pride kakšen, ne vem, Drobnjak, ne vem, bravo, svaka čas za tekmo, ti si vzameš za vsaka minuto, dve, pa prav, a te ne gledam živce, ne, pa sem mislil, sploh ne gledam na to, da mi gre nekdo na živce, ker jaz imam to srečo v življenju, da lahko živim od tega, kar imam najraješ. Mislim, da zelo malo ljudi na svetu, procentualno gledamo vso populacijo svetovno, zelo malo ljudi se ukvarja s tistim, kar ima rad, in da lahko tega živiš, ne. In blagoslovljen sem, da igram košarko, ki jo obožujem, da zdaj delam v košarki še naprej kot trener in da sem plačen za to in seveda zavedam pa se, da je to v bistvu ne bi bilo tega, če pač ne bi bilo navijačev, ne, ker vse gre z roko v roki, ne. In zakaj ne bi enemu navijaču, enemu entuziastu, ki spremlja košarko, pa me ogovori namenil minuto, dve. Vem, da njemu ogromno pomeni, meni tiste 2 minuti pa mi čist nič ne košta, recimo, da
da dam besedo, da dam roko osebi, tisti, ki pač me ogovori. In s tem, naprimer, tudi jaz dobim neki, verjamem pa, da tudi tista oseba dobi. In na koncu mislim, da mogoče tudi manjka, še posebej v današnjih časih, vemo, kako se odvija, kam gre svet, ne, te človeške note, mislim, da so preveč vsi individualizirani, vsi v svojem svetu, da solidarnosti skoraj da ni. In ena, mislim, da glavnih stvari, kaj pa uči kolektivni šport, je pa solidarnost, to se pravi, da delaš v kolektivu. Ne. Smele besede častitljivega človeka. Ja, se strinjam. No, se že sam navezal, trenutno je tvoja profesija še vedno v košarki, trenutno si trener košarskega kluba Rogaška. Včeraj, v bistvu to danes nemamo v nedeljo, včeraj je vaša ekipa premagala moštvo iz Šenčurja. V bistvu, kakšen je zdaj tale košarkarski kruh zate, potem, ko si preklopil iz igralca v trenerja? Ti je zdaj kaj težje? Lahko narediš kakšno primerjavo, vzporednico, karkoli? Veliko težje. Veliko težje. Veliko težje in jaz tako, da začnem zdaj malo nazaj in bom šel nazaj. Sam nikoli v bistvu, ko sem mlajši, govorimo o tem recimo 15 let nazaj, nisem razmišljal, ali pa še več, 20, da bi sploh po karieri razmišljal v tej smeri, da bi bil trener. In potem so me opozarjali razni trenerji, v bistvu imam veliko spoštovanja od njih, veliki trenerji, od Saše Filipovskega, tudi tisti kratek čas, ki je preživel v Ljubljani, Pino Grdović. Pride, takrat spomnim se Pino Grdovića, je rekel, mali, ti kaj razmišljaš, da bi bil trener? Pa jaz gledam se, rekel, ne, takrat sem bil star, ne vem, 26, se ne vem, v najboljših letih košarkarskih, je rekel, mislim, da imaš nekaj. Ne? In potem, ko slišiš od takih avtoritet, Spahija, da imaš to v sebi in da bi bilo dobro, da malo dam pozornosti na to in da razmišljam v tej smeri. Najprej so bili moje tiste prve misli, da ni šans, ne? Da ne grem, ni to zame, ampak ne da bi imel kakšen odpor do tega, kot da je to katastrofa biti trener, ne? Ampak ker sem videl, kako je biti trener na najvišjem nivoju, ne? Da je to v bistvu ogromno odrekanje. Preživel sem 4 vrhunske sezone z Sašotom Filipovskim, 2 v Olimpiji, 2 v tujini v Turovu in oziroma mislim, da pošli celo 3. In videl sem, kako je to. Sašota, ki ga še zmeraj smatram za enega najboljših trenerjev, ki prihaja iz Slovenije. Zame sigurno še zmeraj ni blizu nobeden. Tudi sam si zdaj ustvarja spet, bom rekel, ime si je že ustvaril, ampak spet dela na temu, da je vse bolj in bolj priznan v Nemčiji in on, kar sem videl njega, da v bistvu trener nosi službo domov. Ne. Ti nisi pač kot igralec, ti oddelaš trening, daš vse od sebe, ne glede na to, v tistih časih, mi smo trenirali po 3 ure zjutraj, 3 ure zvečer, ampak enkrat, ko si konc, pač odklopaš, greš po svoje, ne. Ali greš ne, z družbo, ali greš s punco, imaš družino, z ženo, ne vem, pač imaš svoj čas zase, ne. Trener pa že v bistvu razmišljaš, kaj zvečer za trening, koliko jih imam na voljo, kakšen trening sestaviti, kdo je vse na voljo. S tem, potem, ko veš za število igralcev, toliko jih bom imel danes, to se pa lahko sestavim, to pa to moram, pa se spomniš, v tem delu tedna smo, da moram delati na temu, da pač veliko več poudarka dam na določenih stvareh. In to vse v bistvu se ušteje, da razmišljaš in delaš na temu takrat, ko pač ni treninga. Ne. Pa so še tiste, ne vem, video analize oziroma recimo po tekmi narediš analizo, kjer pogledaš napake igralcev, da potem to predstaviš, ker normalno hočeš, da napreduje ekipa in s tem tudi boljši rezultat. Ampak vse bolj, ko sem prihajal proti koncu karijere, pa sem se v bistvu bolj otepal, pa me še žena potem spraševala, pa zakaj se to, ko v bistvu ne želiš sploh v bistvu slišati, da bi trener rekel? Zato, ker že zdaj v bistvu gledam, da moja družina, bom rekel, narekovajih trpine, ker me ni veliko, ne. Otroki imava, veliko sem odsoten, potovanja, tekme, tisto poletje, ko smo skupaj, tiste slabe 2 meseca, to je pa to, ne. In se rekel, želim, ne vem, po tej svoji igralski karieri biti veliko več vpet v dom, ne. Ampak mi je ona rekla, lej, spremi tisto, kar ti je dano, ne. To se pravi, če te take avtoritete, kot so te trenerji, so prepoznali to, da imaš osebne, zakaj bi zanemarjal to svoje, če ti je to dano, ne.
Je rekla, se veš sam, si govoriš, je rekla, ukvarjaš se z nečim, kar ti je všeč. Kar delaš, ja. Se pravi, si se najdu v nečem, ne? In zakaj bi šel zdaj, zakaj bi že stran od tega. In potem v bistvu s takimi pogovori z ženo doma, ki sem imela, sem v bistvu potem rekel, ajde, bom šel to in zdaj pa zdaj v bistvu ta razlika, ki sem hotel povedati. Ne? Kot igralec ti lahko odklopiš, greš kot trener, zato pravim, da je, bom rekel, bolj naporno, še zmeraj lepo, ne, še zmeraj, pa niso lepe, bom rekel, tiste zmage. Zmaga je zmeraj lepa, ne. Ampak zame zdaj, ko sem videl v lanskoletni sezoni, ki je bila dost turbulenta oziroma vzponi, veliki padci, in potem sem se v bistvu že tisto, to se pravi moja prva krstna sezona, imamo eno obdobje, kar res nikako nam ne steče. Mislim, smo zmagali 5 tekem za piko 2, to se pravi tako, na žogo 2 se odločali. In več nisem vedel, kaj narobe, ker v bistvu res delamo na napakah, odpravljamo napake, delamo, da smo boljši, zakaj se tisto, ampak vse tisto povleče za sabo določene momente. Ne. In potem, ko dobim pa najboljši feedback oziroma zame priznanje kot trenerja, ne vem, da je tisti njegov Sikiraš, tudi, ki smo ga imeli lani, da je dobil poziv za reprezentanco. No. Da je na koncu sezone, da so šli Sikiraš, David Kralj je šel, Jordan Session, da so šli vsi trije na višjo stopnjo, se pravi na več, na boljše, kot je bilo. In to je zame največja satisfakcija. Se pravi, da od mene grejo igralci na boljše. No. Lepo povedano. No, sigurno. Trenerska filozofija tvoja, no se zdaj si že kar nekaj povedal, ampak mogoče k čemu strmiš zdaj pri svojem moštvu, kje je mogoče tista meja, ki jo določiš med tabo in tvojimi igralci, da vse tako poteka, kot si zadal po planu. Kako odreagiraš, če pride do kakšnih konfliktov, kako rešuješ takšne zadeve? No? Ja, to bom rekel, najbrž bo kar dolg čas bom rabo, da bom nekako to sprofiliral. Ja. Imamo čas. Imamo. Mislim, samo dosti, nasploh. Ja, razumem, hecamo se. Težko bi zdaj trener stare šole še lahko bil uspešen v teh časih zdaj, ne. Vemo, da v bistvu ogromno te mlajše generacije, to sem videl že kot veteran, ki sem imel za Rogaško in Šentjur, da mladi igralci niso več dovzetni za tisto, samo da ga nahrulaš, da mu vse po spisku, po domače povedano, da mu groziš, pa se bo on v bistvu ne vem, trzno zbudil in bo potem več dajal. Ne. Morda v Srbiji še samo. Mogoče, ja. Ampak se pravim, jaz izhajam zmeraj iz sebe, iz svojih izkušenj, pa zmeraj veliko gledam, kako sem jaz odraščal. In mi, ta generacija, mislim, da tudi lahko vajo še uštejemo tole našo generacijo. Mal starejša, ja. On je še mlad, mi smo že malo več. Da smo odraščali vzgajani smo bili v strahu spoštovanju. Ja, smo bili, se strinjam. Si se v bistvu spoštoval vse autoriteto, pa malo si se bal. Ne? Jaz sem se mojega pokojnega očeta bal, po moje še ker so bili, moji otroci, ki so v bistvu se še dedja spomnejo, pa so mi rekli, oči, tebe tako kaj star dedja, ne? Ker moj oče je bil tisto v bistvu še Črnogorc, malo bolj strogo gledal. Temperament, verjetno. Tako. Ja. In sem mislil, verjemite mi, da jaz imam še zmeraj feeling, da če bi se z vajnim detkom zdaj stepla, da bi me on pretekal to posle. Sem rekel, jaz sem zmeraj tisti otroštvo. Ampak to je potem tudi preneseno na košarko, oziroma na športe. Ne. In takrat v teh časih smo mi se bali tudi trenerja. Ne. Moj oče, na primer, se sprav spomnim, z bratom so bila stara, ne vem, jaz sem bil 14, on je bil pa 11, so prišla na trening v Triglav in je oče sam prišel, se spoznal s trenerjem in rekel, tukaj jih imaš, prosim, da jih ne tepeš, ne jih maltretiraš, karkoli boste pa, če te ne boste poslušala, sam en povej. Sam en povej, pa sem jaz zredminu. Ker smo ga vedeli, da rekel, sam en povej, po mojem so bila najboljša, tako... Najbolj pridna vzorna, ja. Poznam. Ampak spet, da se vrnemo v tiste čase, ne, to se pravi, čisto z enega občutka, če gledam zdaj za nazaj, v tistih 12 igralcev, ki se imel takrat, v tistih naših 90-ih recimo, v ekipi, sta bila mogoče 2, ki nista bila dovzetna za tako. In recimo, da če si jih nahrulil, če si bil zelo strog, pa da si grozil, da boš ne vem kaj ima naredil, sta se samo ugasnila. Kontraefekt, ja. In lahko da bi bila tudi najboljša talent od vseh 12, ampak pač nista mogla imeti dobrega performansa, gre za to, ker je bilo tisto, vzgoja doma je bila drugačna. In
ne vem, za koliko te smem komot, pa ne. Komod. Nam Ni problema. Izrazov, da sta bili označeni, pol taka dva igralca sta bila označena za šipke, za P. Za P, ok. In potem, zdaj, ko pa pridemo v te čase, bom pa rekel 12 igralcev, kot sem sam dojel, bom pa rekel, sta pa mogoče dva v ekipi, ki jih lahko nahrulaš na polno, pa 10 jih pa ne smeš. Pa bo ta učinek ta pravne, tisto, koliko je bo pri nas, ne. 10 jih je pa zdaj takih, če boš šel na staro šolo, na uno grožnje, na ne vem kaj, obračunavanje, ne vem, poslal te bom domov, ne vem kaj, boš pa dobil kontraučinek, ne. Se bo pa ta v bistvu igralec bo poslal neko, jako je pa nič, pa ne bom igral, pa tudi igralci zdaj tako razmišljajo, kaj pa se on ne more tako do mene obnašati. Zdaj tudi sami vemo, toliko smo zaveščeni, da tudi zelo je tanka meja. Tanka je meja, ja. Tanka je meja med, bom rekel, disciplino, ki tudi verjamem, da še zmeraj mora biti, ne. Absolutno. Pa že psihično zlorabo, da ne rečem fizično. Ne. Tako. Z mladimi, ne. In tukaj kakšni trenerji res hitro prestopijo to mejo. Jaz poskušam biti zmeraj spoštljiv do igralcev, ne. In tudi sam sem že lani, ko sem prvo leto trener, tudi letos, ena glavnih tem, ki jih mogoče večkrat povem, se ko fantje mi se ne rabimo imeti radi, ne. Vi imate svoje domače, jaz imam svojo družino, svoj krog ljudi, ki pač se imamo radi, ne. Ampak moramo se pa spoštovati, ne. Absolutno. Zdaj, jaz ne bom na vas tukaj zganjal nekakšen teror, ker že s tem mislim, da kažem eno nespoštovanje do vas. In zdaj, če se pa vi ne držite dogovorov, ki jih pa jaz dam, pa tisti, kar smo zmenjeni, v bistvu s tem vi kažete do mene nespoštovanje. Zdaj pa, če smo se mi zmenjali, da bo eno vzajemno spoštovanje, potem vi ste zelo nespoštljivi do mene, na koncu tudi do svojih igralcev. Zaradi določenega posameznika, ki ne izvaja tisto, kar smo rekli, ki gre v solo akcije, ki v bistvu se ne drži stvari v obrambi. To se pravi, ti si kot prvo ne spoštuješ svojih soigralcev, ki deliš z njimi garderobo, ker ste skoraj skupaj, pa lahko rečeš, ja, mi smo super frendi, ja, ne kažeš tega na igrišču, ne, če delaš nekaj po svoje, ne, ker si oškodoval nas vse, ne. In v bistvu na en tak način jaz skušam dobiti to eno, bom rekel, vzajemno spoštovanje, disciplino seveda, da vemo, zakaj smo tle in da ne gremo tiste, bom rekel, preveč prijateljsko, je tudi ni dober, ampak spet pa ta drugi ekstrem pa definitivno ni dober, ne. No, jaz mislim, da bi se kar dobro znašel v tem sistemu. Jaz bi se tudi po moje znajdu. Zdaj, Jani, ti že dlje časa in bolje poznaš Dragiša. Kaj je mogoče tvoj spomin igralski na Dragišo? Točno to sem zdaj razmišljal, da ga vprašam, če se spomne. V glavnem, ti si prestopil v Krko iz Triglava. Okay. Se spomniš tvojega gostovanja prvega v dvorani na Planini, če se spomniš tudi prvih pik, ki si jih dal proti Triglavu? Bom rekel tako, spomnim se gostovanja, pik se pa ne spomnim, ampak vem pa spomnim se do momenta, ko smo prišli v dvorano, ko sem se prvi rekel, evo ga, prišel sem v Kranj, ampak po predspodu ne spomnim se niti tekme. Bom rekel tako, mislim se spomnim, da me je Blaž Žučega dobro sekal s komolcem v glavo. To je edino, kar bom rekel, mi je ostalo. To se spomnim, tudi jaz se spomnim tvojih prvih pik. Prišel si s pobrito frizuro, to se spomniš? Pobril si bil, se pravi, na outliniji so ti pod košom so ti naredili blok, šel so meni tega bloka, gor na trojki so ti naredili še en blok in sem imel prost šel trojko. Zadev si trojko, takole naredil jaz in to je bilo to so bile prve pike. Spomnim se pa zato, ker smo mi pripravljali igrišče kot mladi fanti, a ne, ker smo pri Triglavu igrali. Zdaj me pa še zanima, kjer trener ti najbolj ostal pri Triglavu v spominu? Težko bi... Enega izpostavil, verjetno. Ja. Zmeraj mi bo prišel na pamet Martin Gorenc. Gorenc, ja. Zato, ker on je tisti človek, to je moj prvi članski trener, ne, ki je v bistvu mene kot 16-letnika, se pravi, sem drugi letnik v srednji šoli, je v bistvu že izbral, da sem del članske ekipe, ne. Kar je v bistvu zelo redko, tudi v današnjih časih, v tistih pa tudi redkost, ja. In bom rekel, že zaradi tega bom rekel, zmeraj dam nekako Martin Gorenc, da bi prvi tisti, ki ga omenjam, ampak ne morem, nisem tak človek, da bi zmeraj nekoga izpostavil nad vsemi, zato ker ena mojih prvih stvari, ki sem končal igralsko kariero, ne, je bila ta, ne vem, to sem je pač en občutek, da moram to narediti. Sem zbral telefonske številke ali pa se osebno dobil bom rekel, z vsemi mojimi trenerji v moji karieri, ne. Od pionirjev do konca, do Damjana Novakovića. In če ne, saj pa tistih par minut, da sem se slišal, pa da sem
izrazil eno hvaležnost. Hvala za vse, kar zelo si mi lepo. dal. Ne. Ker Vsaka konec čast. koncev jaz tudi igralce tako, potem, ko sem bil kot veteran, pa zdaj kot trener, tudi če ti nekaj trener gre na živce, pa da ga ne maraš, pa da ne vem, kam imaš proti njemu. Ne. Mogoče si pa gleda na to tako, ne, jaz se pravim tvojim igralcem, ne. Glej si na to tako, on je samo eden izmed trenerjev v tvoji karieri in potem mogoče tudi lej, če si to preživel pri njemu, ti bo veliko lažje pri kakšnih drugih, če je on zate tak pa tak, toliko slab. Ne. Tako da jaz verjamem, vsak trener ti neki dane. Vsak. Vsak tudi, se strinjam. Ne vem, koliko slab ne. Ampak, ker vsak trener se trudi po svojih najboljših močeh. Ne. Jaz tudi, ko gledam zdaj v primerjavo v današnjih časih, ko mi ni na primer jasno, kako zdaj kot trener članski v teh časih, kako lahko jaz dobim igralca, ki je star 19-20 let, ki ne zna pivotirati. To mi ni jasno, pa ne znaj to lev prodor. To mi nikako ne glavo. Pa tudi, če mi reče, ok, imam, pa veš, pa to, pa gledajo. Vem, ampak sem kot tudi današnji trenerji imajo veliko več lažji dostop do informacij, kako se kaj izvaja. Se ne rabimo biti strokovni, ne vem, koliko strokovni. Jaz to razumem, da pač tudi ni denarja veliko, da tudi trenerji v mlajših kategorijah so plačeni zelo malo. Ampak imaš te YouTube oziroma te channele, ki imaš gor vse živo, vse, kar hočeš. Demonstracije vsakih možnih treningov. Ne. V tistih časih, ko smo igrali, se tega ni bilo. Ne. Imel si eno določeno literaturo, ki je bila jugoslovanska, oziroma tiskaj še v Ameriko, je lahko nekaj prinesel spomnil kaset, pa knjig. In jaz pravim, vsi te trenerji, jaz sem pač hitro sem zrastel, oziroma tam med 1,90 m pa 2 metra sem bil od 14 do 20 leta, do 18 in sem bil v svoji generaciji zmeraj potisnjen, da igram pod košem. Pod košem na centru, ja. Nismo imeli. Ampak definitivno z mojo višino jaz nimam kaj delati pod košem, že v tistih časih, ne samo v današnjih košarki. Res je, ja. Ampak in so pa tudi v bistvu zato tudi trenerji učili, da sem igral veliko bolj pod košem, sem se znajdel zelo malo na perimetru. Ampak jaz nimam nobene zamere do nobenega trenerja, ki me učil. Jaz vem, da so mi oni predali vse, kar so oni znali. Se pravi, oni so se potrudili po najboljših možnih močeh, da so mene naučili košarko, kot so oni znali. In zakaj bi jaz zdaj imel zamero do kakršnega kot trenerja v preteklosti? Ja, imeli smo slabe trenerje, ni me naučil to, ni me pač on me naučil tisto, kar je znal. Tako da v Kranu bi omenil in Tomota Kegleviča in Tomota, ja. Tomo je bil oster, a? Tudi, ja. Tomo je bil oster tip. Bom rekel, zelo priznan, boljših, bom rekel, priznanih skautov NBA, Lojze Milosavljević, ki je iz Kranja. Ja. On je, naprimer, z njega se zmeraj spomnim, pa naprimer, on je pozabil to, ker on je meni imel samo par mesecev na koncu sezone, ko smo mi iz kadetov šli v mladince. Aha. In sem ga to enkrat vprašal, par let nazaj, rekel, da se normalno ne spomnim. Ker on je še po tej sezoni je šel ne vem, šel v Laško ali šel v Olimpijo. Nima veze, ampak vem, da še izkranja. In Lojze je bil takrat strah in trepet. Bil je pa tudi eden že tistih prvih paretkih, ki je hodil v Ameriko že takrat. In je Lojze pa nam doskrat tako povedal, kako je Ameriki, kako tisto, mi smo tako vse vsi sam s takimi očmi je. In Lojze iz Amerike. Tako. In Lojze me je naprimer rekel, spomnim se tako, vsi kadeti smo to v koncu sezone, mislim, da bo tako recimo spomlad, april, maj po moje. In ta kadetska generacija smo šli vseh članov. Ne. In je bil tisti prvi trening, končamo trening in Lojze pokliče mene na stran, mene pa še enega in rekel, poslušajte me, tle sta samo vidva, ki lahko se nekaj ukvarjam, pa ki boste igrala. Tole vse ostalo bom jaz poteral hitro. To je ta stara šola. Lojze, ti si prvi, ki je meni dal vedeti, da zna biti, da nekaj bo z mene, da je nekaj prepoznal mene. No, vidiš. Tako da v bistvu lahko ti najdem za vsega trenerja v Kranu, da je nekaj pozitivnega oziroma nekaj dobrega naredil zate. Ja. Zdaj Lojze je bil scout Portlanda, če se ne motim. Ja. Danes pa je kaj menjal sredino? Ali? Danes je v Dallasu. A v Dallasu je? Wow. Zdaj mislim, da že tretja sezona ali pa druga. No, to sem pa to sem jaz tudi nisem videl. Bil je že Portland, pa mislim, da je bil, ne vem, da nam kaj napačno povedal, po mojem, da je bil še Atlantino. Vem, da je bil Portland, ja, pa zdaj pa v Dallasu, že mislim, da 3. leto. No, a se spomniš ti, on je bil moj trener, jaz mislim, da je bil on tvoja generacija. Mitkota, se ga spomniš? Mitko je bil moj playmaker. On je tvoja generacija, on je bil moj trener 5 let in ima zelo zanimivo anekdoto. On je bil v garderobi, konc treninga je bilo, parlaval pa en svoj igralec, Aleš Josifovski, ga poznaš, Lijo? On je mlajši. On je bil moj soigralec. Parlaval pa, Milič pa Dragiša igrata 1-1.
mi 20 otrok šprintamo ven, take oči. In sta igrala v dvorani 1-1 na Planini, ti pa Marko Milič. Ja, 2 dni prej prišel iz Feniksa, takrat je bil on že v Ameriki. Ja, to nam nikoli v življenju pozabil, po mojem. To je bil isto dogodek. Mare pride iz Amerike, iz NBA-ja. Se spomniš prav? Tako, spomnim se, da je prišel tako z ogromnimi stvarmi. Ja. Sam potalo, usedel, ne vem, spomnim se, nam je to, se veš, danes paš ne vem, trgovine, koga so groz basket, ki lahko vse nabaviš. Vse nabaviš, včasih tega ni bilo nič, nula. Mare pride pa mi da, ne vem, NBA štumfe, to je uno, nosil sem jih, dokaj se niso preparili razpad. Dokaj se ni peta videla. Najbolj sem čuo, imel sem izpravo spomnim se, NBA štumfe sem imel samo za tekmo. Sam za tekmo. Da bi čim dalj trajala. Ja. To mi je ful pomenilo, ne vem, Paul Phoenix, Suns majice za treninge, ne vem, pajkico. To je bilo noro. Take stvari, si mislil, da si dobil, ne vem, premijo, ne? Ja, točno to, kot si povedal, ja. Zanimivo, kakšne zgodbe, ja? No, jaz imam seveda malenkost drugačne spomine na te kot igralca. Jaz se te spomnim, no prej si ti omenil, ali dragi, že se vseeno, da si se dosti bril. Ja. No, jaz imam malo drugačno spomin. V bistvu tiste široke, mislim, lase, kodraste, dolge, za časa Olimpije, Euroliga. Ja. No, to mene najbolj spomni na tista tvoja leta nepopustljive borbenosti. Jaz se takrat spomnim, Peter Vilfan je iz ledne dvorane Tivoli komentiral vedno Euroligo. Ti si bil znan kot nepopustljiv borec. Prej si omenil, bil si 2 metra, ne spadaš pod koš. Pa ti si vendarle igral svojo celo kariero na centrskem položaju. Ja, 4-5, ja. 4-5, ja. Tako da tvoja karijera je bila zelo, zelo uspešna in to na centrskem položaju z deficitom. Kako se ti spominjaš v bistvu teh let pri Olimpiji? No? Ja, glej, zdaj, če lahko vam razložim mojo adaptacijo oziroma... Prosim, seveda. Prvo je prišel tega, bom rekel, v Krki, moja prva sezona. Prišel sem kot menjava Matjažu Smodešu, v bistvu smo se delili to minutažo. Na poziciji 5 smo imeli, takrat je bil Mirko Ščekić iz Reke, pa potem smo imeli še enega Američana, menili so se, pa v bistvu smo zamenili 3 igralce na 5. In ves ta čas, bom rekel, 3/4 sezone, sem, bom rekel, dost samo fliko tisto, bom rekel, da se je Smodiš spočil, limitirano montažo sem imel. Potem pa v drugem delu sezone se je en igralec, center, mislim, da Ščekić se je poškodoval, tisti, ki smo ga pa prepeljali, pa ni neki, bil pa trener Ivo Sunela, s katerim je bilo res naporno delati. Ne. In mislim, da čist splet okoličen je bil tak, da je bil primoran Sunera dati 2 štirke na parket. Ne. V bistvu v današnji košarki small ball se reče. Ne. Ja. In sva s Modotom se ujela vrhunsko in smo začeli, mislim, rezultat je bil boljši in boljši, zmagovali smo na koncu, seveda tudi osvojili tisti prvi naslov, premagali tisto najmočnejšo Olimpijo, zame osebno vseh časov. Ja, smo lih prej imeli debato, ja, bravo. In nekako sva se tle ujela in v bistvu ni bilo to, da sem jaz bil sprofiliran kot petka, ampak dopolnjevala sva se, ne. Če je bil Smodo pod košem, sem bil zunaj in tako ne. Pol na Olimpijo, ko sem prišel, je bilo pa tako isto. Prišel sem kot, bom rekel, menjava za Boiso. Na 5 smo imeli pa Bocevski, Makedonci je bil. Dušan, ja. Pa Pava, Smilja Pavić na backup. In Filipovski vid dosti hiter, že tam začet sezone, že imel pre-sezonu, pa začet sezone, da Bocevski, tako kot vsi Makedonci, stoji na trici pa šutira. Zelo malo boš ti najdu kakšnega centra Makedonca, se bo dol toliko. To so vsi v zone, pa sam to. Pavić je pa takrat, bom rekel tako, nekako se ni znajdel pri Filipovskem. Filipovski je res velik zahteval. In psihično in fizično bo kar naporno. Ni bil tok, bom rekel, strog k zmagu, ampak to je v bistvu zmagotova šola. Zmagotova šola, ja. In potem isto tako, splet okolični tak, da že tam začetek sezone, v prvem delu sezone začne, mislim, isto takole, enkrat odreagira Filipovski, da naju 2 noc skupaj se zbojiso. In funkcioniramo vrhunsko. Ne. In potem naslednjo tekmo spet Bocevski, malo Pavić, po že mene nazaj not poriva. In jaz sem pa tako razmišljal. Ne. Vem, imel sem soigralce že vsa ta leta do takrat, ki so se kregali, pa so govorili tako med nami v garderobi.
nisem jaz štirka, jaz igram trojko, jaz sem zunanji, kva me trener poriva not, ali pa ne vem. Zmeni so bili zadovoljni, če je trener hotel, da igra določen igralec še kakšno drugo pozicijo. Še drugo pozicijo. Še posebej Bog ne daj kakšen iz zunanje, bom rekel, ta krilni, da igra pod košem. Ne. To je bilo takoj nezadovoljstvo, jaz sem zunanji, jaz ne grem pod koš. Jaz sem pa v bistvu razmišljal čisto iz praktičnih razlogov. Se pravi, prišel sem na Olimpijo, najboljši klub v Sloveniji, od otroštva se želim igrati v Olimpiji, se pravi, dobil sem to priložnost. Lahko sem na parketu, če delam to, kar Filipovski hoče od tebe. Ja. Se pravi, če treba bom igral 5, pa delal bloke, pa skakal bom pa to delal, samo da sem na parketu. Ker za me osebno je bilo najbolj važno, da igram. Ne. Normalno. Zdaj, tudi če bo to center, bom pa center igral. Ne. Samo da sem na parketu. In v bistvu, zato sem potem v bistvu se znajdel v tej vlogi tako in sprejel jo in v bistvu rekel, ok, imam soigralca Borisok, takrat v tistih letih bil en boljših in seveda tudi zaslužen šel takrat potem v Sieno. Zelo dober napadalec, imeli smo Baždariča, vrhunski napadalec. Marino, a ne? Ja. Ožbolta na dvojki. Ožbolt je bil tudi dober. Ožbolt je bil res dober. Bom jaz rajš delal tisto umazan posel, pa tisto, po čem vem, da sem bil že prej znan, bil nepopustljiv, delal skoke, to se pravi vse tiste stvari, ki se mi poznajo v statistiki in bil dober supporting cast tem igralcem, tem mojim soigralcem, da jim olajšam. Pač, da pridemo do koša. In v bistvu potem nekako, ko se to nekako vse ukalupi, pa zgleda tudi tako dobro. Mislim, meni boljših komplimentov, ki sem jih dobil kot igralec, je bilo od Bažde, pa ker sem bil v Turovu Tomasa Kalatija, isto podoben profil, se pravi 2 šuterja, ki prihajati izblokovan, že pol kasneje, ko smo se posrečali, ste rekla, dober blok. S tabo igrati je bilo nekaj najboljšega. Jaz sem prišel ven, prvo spoh nisem se normalno počutil, ker sem bil prej navajen, da šutiram, da mi nekdo že z roko. Ja, da me uviran met. Jaz pa prijem iz bloka dol, ki mi ga dole postav, pa imam tako pol ure časa, lahko v še kavo zan spijem, pa še zmeraj bom šutil, pa bom še zmeraj sam. To. A veš, in potem, to je pol tistne, najdeš se temu in tudi skušam zdaj pomagati s igralcem tem mlajšim, ne. Ker sem bil še veteran igralec, pa zdaj kot trener, da v bistvu ni vse v statistiki. Vem, da agent bo zmeraj, ko ti si sam naredi statistiko, pa bo vse super. Ampak vse kolej, jaz ti povem lahko sebe kot primer, ne, da jaz sem bil igralec, ki je naredil dobro kariero, pa nikoli se nisem prodajal, pa šel v druge klube na statistiko, ampak na svoj renome, ki sem se ustvaril. Škoda me zanima, glede na to, da si dosti tudi v tujini igral. Kakšna je razlika med organiziranostjo slovenskih klubov pa tujih klubov? Tako, Olimpija, ne samo zdaj, kad se devita Olimpija, kar res z združitev teh klubov je prišel v bistvu ta hrvaški del, tudi je dvignil nivo organizacije in vsega res na res visok nivo. Visok nivo, to je v bistvu nivo Eurolige. Ampak že prej Olimpija je bila res zelo, zelo organizirana na nivoju vseh evropskih klubov. Za ostale tako Krka bi imela zmeraj, ima potencial za veliko več, ampak mislim, da tam ni interesa, da bi se veliko več ukvarjal s tem, da bi dvignal v bistvu te določene stvari, ki niso samo finance, ampak organizacijske pa, nažalost vemo, da v Novem mestu je zmeraj ni dvorane. Ne? In s tem, ko ti nimaš svoje dvorane, si odvisen, pač nimaš niti svoje garderobe, trener nima svoje pisarne, vse to potem povleče določene stvari za sabo. Ampak bom rekel, Olimpija tista, ki je z organizacijo na nivoju drugih evropskih klubov, je pa sigurno razlika. No. Je razlika. Jaz sem bil, naprimer, ko sem bil v Belgiji v Stende, pa bom rekel tako, ni to zdaj neki en višji rang, bom rekel, v evropskih klubih, ampak ima, bom rekel tako, organizacijo res na visokem nivoju. Veliko je tam, naprimer, volonterjev, ki delajo v klubu, ki niso plačani, pač so, ne vem, ljubitelji košarke, fani kluba in so volontersko pomagajo pri, ne vem, raznih stvarih okoli dvorane, pri postavljanju za tekmo in po spravljanju po tekmi. Naprimer, v Stendu, vsaj takrat, ko sem bil, pa mislim, da se to ni spremenilo veliko, dobiš full opremljeno stanovanje, skoraj novo, ne, avto, takrat vem, da vsak igralec dobi do 2 leti star avto, ne, starejši avto tega ne. In, naprimer, to je en tako Stende, dočim, ko sem bil, naprimer, tiste enkrat čas v Albi, v Berlinu, tiste pa, bom rekel, že nivo, bom rekel, višji nivo Eurolige. Je zrihtan vse Nemci, a ne? Ja, Nemci, a ne, je itak. Tam ni napake. To je vse tako, kaj treba. Kar rečem tako, kaj ljudem govorim, mi je še zmeraj spominjal, pa to je bilo leta 2009,
ki mi je trener povedal vse napotke in mi reče, 5 zdaj s tim menedžerjem v skladišče, da ti da opremo. Ne. In greva mi da v skladišče in ta tim menedžer me tako pogleda, prav, tukaj se je vela, koliko imaš nogo, sem rekel 15, v redu, ok. Rekel, jaz sem pa takrat, ne vem, mislim, da sem imel en hudi Nike, pa mislim, da sem v enih Lebron superga hodil. Ne. In mi rekel, gledaj, kako je, Alba Berlin je sponzorirana in denarno in z opremo od Adidasa. Mislim, da je edini klub, ki še denarno dobija. In rekel, igralci se ne smejo nikoli pojaviti z konkurenčno. Ne. Ampak poledo pa tako torbo ven in prišla se po skladišče, res skladišče. To ni sobca, ampak ogromno skladišče. Yeah. In not ni da ni. Ne. In samo začel metati in bundo, in jakno, in brezrokavnik, in ne vem koliko parov. Ni da ni. Vse. Jaz ko gledam in potem je tako, da ne mislim, da je 5 parov, 5 škatel supergne. Pa jaz ko gledam, probam, te so ok, to. In zdaj on tako se ukvarja tam z enimi stvarmi, pa jaz ko njemu se opračujem, ali bi lahko vzel 2 škatli, da imam eno za jutrni trening, pa eno pa za večerni. Pa on tako mene pogleda prav, pa si lahko vzameš vseh 5. Vse so tvoje. Jaz sem bil navajen, veš, v Sloveniji, če smo že dobili superge, ne vem, si mogoče dobil 2 para na sezono. Ne, tako. Moraš gledati, da ti to znese. Ne. In on, ne, to je tvoje, prav, to so za basket, zdaj boš pa še dobil za kao lifestyle oziroma za prosti čas. A je še tako, za prosti čas, zanimiv. Boš še natikači, pa rukavice, šal, vse. Ni da ni. Potem pridem v garderobo in vidim tam te moje soigralce, še te kopalne plašče sem bila. Je še ta. To tudi da dobiti. Šlafrok. Samo rečemo, ne. In potem ta en soigralc, rekel ta en Srb, Dragan Dojčin, igral tudi v Laškem sezono, on je bil gor. In sem rekel, je stari tlele, tako je, ne. Je rekel, drole, pa zakaj ne bi, če ti dajo, ne, pa se rekel, vem, ampak nisem navajen. Je rekel, lej, tele Američani prav, na 2 tedna menjajo superge, ne. Prav po 2 tednih že govori, da mi prenesno. Da mi nove. Ampak toliko je tega, ne, in pol sem dojel, da pač to je res čist drugi svet in to na temu nivoju so te euroligaški klubi. Druga dimenzija organizacije in vsega, zanimivo. Ena mogoče banalna zadeva, pa vseeno zanimiva iz izkušenj s tabo. Ti res nikoli nisi imel težave s supergami, ne? Tudi žuljev nekoliko, vem. Pa si lahko bil karkoli, a to drži? Res je. Jaz sem, ne vem, mogoče se kakšen žul pojavil, recimo v 25 letih. Zih je bil en. Če štejem od 11 leta, ko sem igral, vam lahko povem, da kar je obstajalo od košarkarskih superg, kar se tiče znamke, sem nosil, pa ko vem, ker so igralci so imeli probleme, pa te mi ne odgovarjajo, pa ta profil, pa ne vem, ta firma. No, in imel se gor na sebi in Kronos in Converse. Kronos, oh my god. Res, vse. Ne vem, videl se najbolj še spomnite, v bivši Jugi bil še Simod. Ne, to pa se jaz ne spomnim. Ne. V koncu 80-ih mislim, da je Partizan imel Simod. A res, Kronos se spomnim, to se spomnim. Ja. In Kronos sem nosil, ne vem, Converse, End One, ni da ni, res. End One, ja. Kaj s to firmo? Je to šlo v franže? A še obstaja? Šlo je, ali pa je celo nekdo kupil. To je bilo ful popularni brand včasih. Zdaj pa ne opazam več. Je bil, mislim, da od tam od 2002-2003 pa do 2006 mogoče. Ja, par let, ja. Ta vrhunc. En boom, ja. Pa ne duha, ne sluha. Tako. Zdaj si že sam omenil svoje začetke pri Krki. Niso pa bili samo začetki, ampak potem tudi sledi velik uspeh za Krko. Prosti, začetki so bili pri Triglavu. No, drži. Triglav, ne bomo pozabili, fant. Jaz ga slišal ti njega. Še odnesla me bosta ven. Ja, na meji hodeš. Čuvaj tamle izhod. Želel sem se navezati na tisti eni izmed večjih klubskih uspehov. Za Krko ste osvojili takrat Fibin pokal, danes se to imenuje Fibina liga prvakov, takrat pa je bilo tole. Takrat je bil Euro Challenge. Euro Challenge, ja. Tako. Zoran Dragič, Edo Murić, soigralca, Đile, trener, pa še marsikdo bi se našel. Kako pa gledaš na tole zadevo? V bistvu je tudi tole bil kar velik boom, v bistvu velik uspeh za slovensko košarko. Definitivno. Mislim, da poleg 2 največjih uspehov klubske košarke slovenske, se pravi Saporta Cup, se mislim, da imenuje takrat, ko je osvojila Olimpija, ja. Final Four v Rimu, da tretja največja stvar je ta Krkina osvojitev Euro Challenge. In zanimivo je to, da bom rekel, res smo bili takrat ena ekipa 11 igralcev, sploh ni bilo, nikoli nas ni bilo 12, ne. 11 je bil Matej Rojc. 17-letnik, Roki je bil, ja, on je bil in tudi Đile bo en tistih trenerjev, ki je takrat v bistvu tudi, bom rekel, enemu 17-letniku dajal
velika priložnost, da začnejo peterke. Ne. In to je tisto, kar Gile takoj hitro je videl, da ima v bistvu res dober miks veteranov, izkušenih, ki še zmeraj lahko igrajo na visokem nivoju in mladih, ki prihajajo, da je lahko to komponiral oziroma tudi enemu Rojcu dajal priložnost, ker se veš, tudi če daš enemu mlademu, ki je 17 let star, priložnost, vse če na igrišču s 4 veterani, ne more on tega minusa delati. Ne more, res je. Če so te 4 igralci in nesebični in da ga spremejo in da mu pomagajo, potem bo klapal. Seveda, če imaš igralce, ki so egoti, ki niso taki, bom rekel, da so sami od sebe pripravljeni pomagati svojemu soigralcu, pol imaš problem. Ne. Tako da takrat smo imeli neverjetno kemijo v sami ekipi. Velikrat izpostavljam to sezono zaradi enih stvari, kar se tiče trenerstva. Gileta ogromno cenim, res mislim, da je eden najboljših taktikov, kar sem z njimi delal. Neverjetno, kako je dober, bom rekel, izpostaviti dobre stvari svoje ekipe in v bistvu to res potencirati na tekmah in seveda skriti slabosti, ki jih ima njegova ekipa. Ne. Meni je bilo zelo zanimivo, mi smo bili takrat, ker smo vedeli na treningu, ko smo igrali, zelo smo bili slabi, veliko sem se pogovarjal z Balažičem pa s Simonom Petrom. Bom rekel, res smo bili slabi pri obrambi pick and rolla 1-5, z Bukarjem pa z Pavičem. Ne. Ampak jaz nisem mogel vedeti, da takrat v celi sezoni ABA lige in Challengea, da to noben ni opazil. Da bi to potencirali in da toliko smo bili dobro smo to maskirali, dobro smo vse razen, bom rekel, ostajam v spominu Partizan, obe tekme in v Beogradu in v Novem mestu nismo imeli šans. Partizana se je res, mislim, da je bilo obakrat okoli 20 točk, ne vem, oni so bili res pripravljeni in najdali so tiste naše šibke točke in res garali smo, trudili smo se proti Partizanu, ampak nismo mogli najbolje. Z vsakim drugim nasprotnikom nismo imeli problema in tudi zaradi tega, da v bistvu smo tako v bistvu nekako imeli na koncu neverjetno sezono od osvojitve Euro Challengea, državno prvenstvo, mislim, da 5. tekma finale je bilo v Novem mestu, smo premagali Olimpijo, pa v ABA ligo smo šli na Final Four, tako da res neverjetna sezona. Drži, se strinjam. No, iz tiste sezone potem soigralca Zoran Dragič, Edo Murić, pa potem preklop v reprezentanco. Jani je lepa majica drugače. Kje si jo dobil? Imam ljude na položaju. To je to. Ravno Dragiša, si imel tudi to izkušnjo oziroma srečo, da si lahko upravljal vlogo pomočnika trenerja v reprezentanci, ker sta bila prej omenjena Zoran in pa Edo. Tu pa po moje kar mrgoli kakšnih anegdot, zanimivih treningov za kulisi. Imamo še iz reprezentančnih časov kaj takšnega, da lahko izpostaviš mogoče? Ja, je veliko stvari. Moje bi kar šlo. Velik, ne? Ja, tle je drugo. Tle imaš zdaj, govorimo o Novem mestu, kjer sta bila oba mlada, še zelena. Golo brada, ja. In tako. Tukaj pa govorimo zdaj o igraciji, ki sta že narejena, ki sta v bistvu in družinska in se pravi, imata družino doma, zrela sta in čist drugače v bistvu nekako nastopata, imata drugačen pristop do vsakega treninga, vidi se, da sta res profesionalca, da čist drugače prihajata na trening z drugačnim mindsetom in bilo je res neverjetna izkušnja te 2 leti, 2 poletja preživeti z reprezentanco, se pravim, še posebej tisto poletje 2021 v Kaunasu osvojimo tisto v bistvu turnir, da gremo na Olimpijado. Na Olimpijado. In nori spomini. Jaz sem jokal takrat, dobesedno jokal sem. To je tudi eden tistih redkih momentov, mislim, ena redkih stvari, ki bom rekel, lahko nadovežem za to Krko, ker sem začutil tisto kemijo, ker v bistvu tudi ta kemija je delala rezultatne. Ta kemija je, hitro si lahko dojel, da vsi igralci, to se pa govorim za poletje 2021, nekaj smo se nekako prvič kompletirali tako, da od Prleta do Blažota, Edota, Zokija, vsi so, ne samo za beseda, mogoče so se pogovarjali, da mi niso obizrani, ampak že samo za pristopom so dal vedeti, Luka, ti si glavni, ti si glavni, mi ti pomagamo. In to je v bistvu naredil to reprezentanco toliko dobro in toliko v bistvu dominantno. No, verjetno se spomniš, to zdaj potrjuje besede Dragiše. Takrat je Luka dal intervju po eni izmed tekmi ali pa celo po uvrstitvi na olimpijske igre. To je pa taka kemija, take ni. Take ni, ja, točno to. To je točno tako nekako je rekel, ja.
Tole še naj zanima. Dragiša je tudi delil parket s Sašo Dončićem, očetom Luke. Zdaj, zakaj to omenjamo? Ker v našem Funk and Dunk podcastu dosti damo na Dallas, dosti damo na Dončića. Znaš izpostaviti kakšne podobnosti od igre Saše, se pravi očeta od Luke in Luke? Vidiš kaj Saše v Luki, da tako rečem, na parketu? Vse. No. Vse. Enkrat mi je nekdo rekel, pa se bo rekel, ok, ajde, mogoče tle je nekdo najdel, ki se je rekel, meni sta ona dva čisto ista. Saštom sem igral sem proti njemu velikrat, igral sem z njim eno sezono v Krki. Se pravi, ko gledam Luko, je isto, kar gledam Sašo. Mogoče bom rekel, ajde, da najdem, kjer je Luka še veliko boljši, je ta side step back trica. Tega ta star Donke ni imel. Me je to šut, ampak mogoče... Še ni obstajalo. Ja, mogoče nisi uporabljal takrat to še. Če bi se toliko ukvarjal s tem, pa da bi ga treniral, bi ga tudi... Tako, ja. To, kako Luka, naprimer, uporablja svoje telo, ko gre v prodor. Ja. To je vse salezno. Asistenco, Saša ima neverjetno asistenco. On je videl vse na igrišču. In tako da pravim, velik je v bistvu, bom rekel, velike Saše v Luki. Zame osebno, jaz mogoče nisem preč objektiven, ampak res, jaz, ki gledam Luko, vidim Sašo. Ja. Ja, saj, mislim tudi sam, ko se spomnim kakšnih tekem Saše, ki je ogromno igral na moč, ki je lahko te fizične predispozicije izkoriščal. Meni to ne gre v glavo. Kako je to možno, da ga krije najbolj atletski obrambni igralec na svetu? Pa ga nese. On ga nese do koša. Ja. Kako je to možno? Zakaj? A ima toliko močne noge? Frame toliko močen? Frame ima močen. Noge definitivno, noge so povezane celo telo, ampak ne, noge in Saša in Luka, noge močne. Celo telo in v bistvu toliko je nekako, bom rekel, naprimer Sale, on skoraj da ni hodil v fitness, ne. To je pa naravna moč, verjetno. Ja, pa je bil en močnejših, kar sem jih kdaj z njimi igral, ne. Kada smo šli v fitness, se je Sale vsedel, pa je govoril celo čas, ker smo imeli kondicijske trenerje, ki je vedel, da je Sale, prosim te, sam ne biti preglasen, da ne bo glavni trener slišal, zaradi mene lahko te sediš, sam pusto ostale, da delajo. Ne. Ja. Ampak mislim, kaj bo pa na igrišču, nisi ga mogel premakniti. Tudi recimo, ne vem, če je bil Saša, ne vem, če je prevzel nekoga visokega, pa je pod košem ta visoki, ker Saša gre pač na zunanji poziciji. Je mislil, ok, zdaj sem dobil, ne vem, tega Dončića, da mu dan koš, ki zahteva žogo, jo hitro nazaj vrnil, ker ni šlo nikamor, ne? Ja, ne gre nikamor. Noro, to ne moreš verjeti, res. Ja, to je tisti šmek že košarkarski. Ne? Tako. Zdajle, ko smo že okoli reprezentance in to... Vse si že malo povedal, da so dali jasno vedeti, Luka, ti si glavni, ti si šef. Kak pa Luka sprejema vse te svoje soigralce? On se vendarle iz enega NBA, ki je poln zvezdnikov, preseli v domače okolje, ki mu seveda odgovarja, vendarle pa niso to Kyrie Irving in tako naprej. Vendarle gre za nekoliko manjši nivo košarkarske igre in potem načeloma predstav. A to kakšno težavo zanj predstavljalo? Mislim, da ne, kako je on odreagiral potem? Mislim, da ne težava, on se veseli vsake reprezentančne akcije, zato ker to so v bistvu njegovi pravi prijatelji. On ve, da so v bistvu to tisti prijatelji, s katerimi on lahko sedi in se pogovarja o vsemu, kar mogoče v Ameriki ni tega. Ne. In zato je v bistvu, on si to želi tudi igrati v reprezentanci, ker tisto v bistvu poletje preživi s tistimi ljudmi, s katerimi je rad obkrožen, s katerimi se tudi lahko nekako sprosti. Ne. In zato pa v bistvu to deluje vse toliko. Definitivno pa vsa ta leta, jaz mislim, da bo Luka z reprezentanco sigurno samo še rastel in bo boljši. Videli smo, ne vem, tisto eno poletje 2021, pa potem 2022, tisti naš fiasko, ampak to je vse ena šola. Ne. Jaz sem rekel, ok, šli smo stran zaradi določenih razlogov, ni bo uspeh in tega nikoli ne bom rekel, da to sprejmem kot normalno stvar, ne, da se morajo stvari zamenjati, ampak bom rekel, imeli smo ta blagoslov, jaz sem imel ta blagoslov biti z Lukom v tem momentu, ko je še mlad, čeprav je dajo ti sinje vrhunski in zrel, so določene stvari, ker v bistvu vice, da še nima izkušene. Ja. To bom rekel predvsem, ne toliko košarkarsko, kot pa mogoče ta leadership. Da more znati tudi on vedeti, aha, jaz sem ta, jaz moram tako pa tako odreagirati, glede svojih soigralcev. In mogoče takrat še tega ni znal prepoznati, še posebej mogoče tisto 2022, ko smo šli na Evropsko v Nemčijo.
ker potem definitivno je veliko njemu to pomagali in je potem iz tega šel sigurno bolj zrel in boljš. Meni se že zdi, že tisto svetovno naslednje poletje, da bi veliko boljši. Ne? Kar se tiče tega, ne govorimo zdaj, sploh ne govorimo o statistiki pa o tekmah, govorim čisto o stvarih, kako je o leadershipu, kako on vodi to ekipo. Ne? In pravim, dokaj bo Luka imel ogromno motiv igrati za reprezentanco, mislim, da reprezentanca, pa pustimo ta poletje zdaj, kar se je zgodilo, da ne vem, malo je bilo nerealno pričakovati, da se bo še na olimpijado. No. Ampak težko, jaz verjamem, da ta reprezentanca z Lukom bo sigurno samo boljša in boljša. Pa imamo mi v zadju toliko talenta, da bi ga priključili Luku? Mislim, da imamo mlade igralce, ki so... Mislim, da sigurno nimamo talenta na nivoju Luke Dončića. To je res, to se strinjam. Imamo pa tist, da mi kot stroka, vsi v Sloveniji, ki delamo, da naredimo take igralce, da so lahko tisto, kar so dali vedeti in Blažo in Prle, to se pravi ene igralce, ki bojo garali za to, da lahko da se lepo, to deluje kot celota. Da se sestav normalno. Ne spet, da smo preveč odvisni, ker to spet ni dobro. To so spet, bom rekel, tiste ene stvari, ker smo tisto, jaz sem nekako to prepoznal 2021. Ne. Imeli smo tisto poletje, ki je bila ta vrhunska kemija, ki smo šli na olimpijado. So tudi igralci, ko Luke ni bil na igrišču, delovali dokaj suvereno. In to sem mogoče malo pogrešal kasneje, tudi letos poletne, da nekako, ko ni Luke na igrišču, delujemo ne samo zavestno, pa zgubljeno, čeprav imamo igralce, ki lahko igrajo. Ne. Ja. In zdaj, kako najdete zdaj to eno, bom rekel, en ta prav recept, da smo tudi samo zvesti in rečemo, ok, tudi ko Luke ni na igrišču, normalno, ko rab počitek, tudi ta peterka, ki je na igrišču, te igralci lahko igrajo. Jaz verjamem, da lahko. No. Imamo, mislim, da Grega tebe veliko spremljam, ko objavljaš, všeč mi je, kako spremljaš vse te mlade talente. Ne. Ja, to pa res. Mislim, da so, da v bistvu vse, kar poveš, ok, mogoče si včasih malo preveč fan, ampak ajde, to je, jaz gledam čistko iz pozicije stroke, ampak vsem vidim, da prepoznavaš to in mislim, da ni tle enega pretiravanja tebe kot navijača, ko vidiš, ko prepoznaš določene kvalitete v, ne vem, Cijaniju, v, kaj že ta Klaužar na UCLA, lani. Vide, neverjetno talent. Vide je dober, ful dober igralec. Tebi so Ščuka, upam, da se bo najdel, mislim, da se je sam malo zgubil v teh letih zdaj, da se išče, da lahko ogromno da. To se pravi, imamo igralce, ki so lahko dober supporting cast Luki Dončiću, ne. In to na visokem nivoju, ne. In tudi, bom rekel, letos polet Cerkvenik, kako je odreagiral, ki je dobil šanso. Zame osebno Cerkvenika sem spoznal 2019-2020 sezone, ko sem bil na Olimpiji, pa potem proti koncu, oziroma to je bila že tista COVID, je prekinul tisto spomlad, pa smo mi šli nazaj v dvorano maj, juni, takrat sem s Cerkvenikom delal na Olimpiji in sem videl, in prepoznaš hitro, če vidiš nekoga, da ima mogoče ne toliko vrhunskega talenta, kot pa delovnih navad in želje, vidiš, da bo ta fant uspel. Ne? In že takrat, ko sem gledal način, kako so delali, ustajala so pa tudi sama. Mi smo naredili kot Olimpija trening, ker so ti mladinci priključeni članom in ne vem, je on še vstal, pa sem bil pol še dela preko Jedrole, da meni je ful glupo, ker najbrž te čaka doma kosilo, sem rekel, tamo, 1 uro, 2 ure, žena že počakala. Sam da ji napiše message, če ti hočeš v 100 dvorani, meni je to všeč. Tako. In on je še po 300 ekstra metov zadev, prostih metov, vse živo. In ko vidiš, ko dobiš eno tako, v bistvu enega takega igralca s takim pristopom, mindsetom, to je samo velik plus. Ne? In taki igralci potem splavajo in delajo sigurno rezultat. Je pa definitivno, da velike reprezentance težko ti konkuriraš, ko imajo, bom rekel, 3, 4, tudi po 5 NBA zvezdnikov. Ja. To je drugačne. Ampak spet, mi imamo tele čančere, ki lahko še zmer velik da, ki je prihajal po tisti poškodbi lani, ni bil pravi, dajo vse od sebe, kar mu lahko zmer se vsak lahko zahval, ne pa da samo ne vem, čim ne gre, da začne kritizirati. Ne. To pa tudi ni redo. To je pa slovenska folklora. Ja, mentaliteta, to meni tudi ni všeč, da se kritizira. Kje so meje za Luka? Koliko delač on lahko gre? Ne vem, ker tudi jaz sem presenečen nad vsakim mejnikom, ki ga podrene.
mislim, da je lahko eden najboljših vseh časov. Vseh časov, ja, se strinjam. Rekel, ok, jaz sem tiste 80-90, že s sinom se zmeraj kregava. LeBron Jordana, ne? New Gen, ko on pravi, pa je LeBron. Jaz rekel, gledaj, čez MJ-ja ga ni, ne. Ni čez MJ-ja, nikogar. Luka je lahko, bom rekel, če se bo razvijala tako karijera, kot vidimo zdaj. Kot se zdaj razvija? Mislim, da top 10 brez problema časov bi lahko dosegel. Samo rab naslova, ne kakšen tudi. Normalno, točno to smo se pogovarjali že. Hotel sem povedati, naslovi pa zmeraj štejejo. Jaz sem odraščal košarkarsko, ker sem ful prebiral zgodbe. Ne. Američani imajo veliko več teh športnih novinarjev, ki znajo pisati te zgodbe. Pri nas tega toliko ni. In meni je pa to zmeraj velika motivacija. Ne. Brati o teh velikih igralcih, Karimu, Wiltu, Bill Ruslu, potem 90, to, kar so dali, oziroma 80, Magic Bird. To so neverjetne zgodbe. Ne. In koliko potem v bistvu tudi Američani dajo na to in potencirajo in potem štejejo se pri njih, na koncu se štejejo naslovi. Ne. Naslovi, tako. In poznamo igralcev, mislim, da tudi ta vaš prvi podcast, ki ste govorili poslušal, super. O Ringles igralcih. Ringles, je zanimiv izraz, ne. In definitivno, da Luka bo rabu, da bi prišel do tega, bo se videl, rabu ne samo enega, ampak več prstanov. Mislim pa, da je v dobri organizaciji, govorim kot klub, ne, ker se tega zavedajo, da Luka ne more sam. Ne. In videli smo že z temo, da so Karija pripeljali zdaj Kleja, se pravi, vejo, zavedajo se, kako komponira to, da bo Luka imel sestavljen, ko nares prav. Tako. Zdaj, dobro vprašanje, zelo dobro, se bom kar nadaljeval, navezal. Ko sem gledal dokumentarec 2017, tako za vse, kaj smo osvojili, takrat je Klemen Prepelič dejal, ko se je Luka Dončić prvič pojavil na treningu, so vsi se predtem že pripravljali 2-3 tedne samo na prihod, na priprave, da niso prišli nepripravljeni. No, Luka je podaljšal sezono z Real Madridom in je prišel direkt iz počitnic. Takrat je Klemen Prepelič dejal, tako je izgledalo, kot da se je Luka pripravljal, mi pa smo bili na počitnicah. Kaj želim vprašati? Videl si v svoji košarkarski karieri že ne vem koliko igralcev, ali igral z njimi ali proti njim, verjetno te je marsikdo navdušil. Kolikokrat je v tem času, kaj si z Luko nadaljeval, on presenetil, pa si videl nekaj novega pri tako mladem igralcu? So kakšni trenutki, ko si res rekel, wow, Madonna. Ja, bom rekel skoraj vsak trening, vsak dan. Res. To je tisto, kar vidiš, naprimer, imamo trening reprezentančni, večerni, ki se dela veliko 5-5 in vidiš eno situacijo, ker Luka se odloči, da bo šel na prodor. Ja. In že vidiš, ker se odloča, veš, zdaj bo šel. Sem že mislim reči, pa kam greš, ni šans. Z glavo skozita, ne. Taka sprema, tam bo center zarotiral, se pravi, in še zmeraj uspe zvleči in prije skoraj do obročanja takole položiti. Ja. To meni jasno, kot da bi gledal počasen posnetek. Pa se sprašuješ, kako, ne, ampak to je tista, to ima naprej tudi Sale, da rečemo, Dončić starejši, isto ima Sale tako. Te počasne korake, počasne gebe, pride v raketo in potem se kar nekako igralci se kar odbijajo od njega tako. Ta pade tja, ga dobi na levi nogi, ne more reagirati in potem samo pride lepo in jo položi v koš. Neverjetno, res. Ampak to so po moje bolj stvari, lahko jih ne treniraš, ampak bolj prirojene. Občutek, ja, točno to, kar se reče. Jaz imam občutek, da on prav čuti, na kateri nogi, v kakšnem balansu so igralci okrog njega. Ja. In on lepo slalomira vmes med njimi. Neverjeten ability, ne moram verjeti, res. No evo, in Dragiša imel priložnost sodelovati, pa mogoče še kdaj. Ja. No, samo nekaj bi vaju vprašal, oziroma da pokomentirate. Prej si rekel slovenska folklora. Ja. Mene je na primer fascinantno. To sem že prej doživljal v karieri, ampak kaj gremo reprezentanco, ko smo se dotaknili. 2021. Neverjetno poletje. Kaunas, jaz se še zmeraj imam te občutke Kaunasa, ki so bili neverjetni v Litvi, ki smo premagali. To je bilo noro. Potem Olimpijada. Nisem veliko v bistvu toliko imel kontakta z, bom rekel, Slovenijo, oziroma kako je bilo, ampak čutila se je tudi euforija, no, vedel se je, kva se dogaja. Ne. Že sam to, če sem govoril doma, mi je žena rekla, da so vsi znoreli. In se pravi, Sekulič je ima tak odnos, da kar meni v bistvu ga razumem, ne, mnogi ljudje spet
nimam rad, kad ljudje obsojajo, obtožujejo nekaj, če ne poznajo ozadja. To skozi pravim. Če ne poznaš ozadja, ne delaj zaključku prehitro, ne. Normalno, da vsak ima pravico do svojega mnenja. Do svojega mnenja, ja. Spet, če nimaš izdelane celotne slike, pa tudi ti sam lahko poveš, ne vem točen, kako je vse to, ampak meni to deluje tako pa tako, ne pa da pluvaš direktno. In spomnim se tistega, to se pa 2021, kaj Sekulič sam rekel, kad smo imeli vse fanti na kupu, je rekel, lejte fantje, vi ste tle prišli prostovoljno, ne. Zdaj, da jaz tle zganam eno diktaturo, pa da vam v bistvu, ne vem, si mislite, familijo sem pustil doma, lahko bi na morju, ono, tukaj sem v bistvu zato, da nekaj naredimo. Mislim, da če ste že prišli sem, če smo se vsi pokazali, da gremo pa v bistvu imeti en normalen dogovor, ko smo na treningu, delamo, igramo, ko ni treninga, sprostite se, imate karkoli delate, ne bomo vas kontrolirali, ne bomo, ne vem, vas čekirali, če ste vsi v sobah, ker nima smisla, odrasli ljudje smo. In mislim, da tudi ta nastop selektorja, trenerja je dal to v bistvu eno vzajemno zaupanje. Ne? In zaradi tega tudi je bila pol ta kemija in vse to. In to poletje je bilo super in tudi potem sem slišal, tudi kaj prebral, zasledil, ja, super, Sekulič je ta pristop obral, ki je super, da je v bistvu bolj tako, se temelji na zaupanju, da ni tiste stare šole, bom rekel, ne vem, diktatorstva, stroge discipline in zato je, to so bili pač te, ki so komentirali in zato je tudi prišlo do tega rezultata. Naslednje poletje 2022 doživimo fiasko, potem je pa to v bistvu kritika vsega tega, se pravi, ja, to zato, ker so taki, ker je preveč sproščeno, ker to, ja, Sekulič bi mogel biti bolj strog, pa si mislim, pa dobro, zdaj se pa zjasnite, ne. A je to zdaj dobro, ker je Sekulič tak, ali ni dobro, ne. Tako da vaja, ajde, kot fena sprašujem, da mi vidi, povejta. Na mestu vprašanje, kar daj ti prvi odgovor, da je še malo razmislim. Ja, točnega odgovora po pravici sploh ti ne vem dati, zakaj ta sistem drugič ni deloval, ampak enostavno je delovalo vse skupaj bolj zgubljeno. Ne vem, pa ni velike razlike, leto dni. Ja, jaz ti bom tako rekel, ne, ti iščeš zdaj drugače, ti v bistvu hočeš meni odgovoriti, zakaj ni deloval. Jaz pa v bistvu samo se sprašujem, zakaj se javnost tako obrne, razumeš, da pluva po nečem, kar so hvalali včeraj. Kar so prej hvalali včeraj, tako je. To, a veš, ampak ok, to je javnost, tako kot smo rekli, pač navijaštvo, ne, v bistvu, dojel sem veliko stvari, da masa, ne, govorimo za javnost, večinoma delujejo na emocijah, ne, in težko je biti objektivan, ne, in normalno, ko si uspešen, te vsi, ko je zvezde, so tudi oni prizadeti s tvojim neuspehom in žalujejo in so žalostni in normalno potem iščejo razlog in naprimer zdaj, kar si rekel, glih bom rekel lepo, zdaj nadovezal se na to 2022, ne. Mene, na primer, ful me je zmotil to, da po temu prvenstvu v Berlinu so slišal marsikaj, ne. Da so fantje ponočevali, da so pil pred tekmo. To sem tudi jaz slišal, ja. Mislim, da je takrat, ko je prišlo to ven, da sem zasledil, da je to prišlo iz enih medijev iz Bosne in Hercegovine. Je nekdo iz spletnih portalov iz tam, nekdo objavil prvi, da so igralci pred Poljsko bili zunaj, neresni, neprofesionalni, pil, žural. Jaz sem to noč šel spat ob 4:30 zjutraj, se mi zdi, ker sem mogel pripraviti video za individualne karakteristike igralcev in sva skupaj z Valentinčičem delala na temu in sva hodila iz ene sobe v drugo in v bistvu vsi smo spali v istem hodniku v hotelu. In ne vem, se pravi, nisem niti enkrat slišal kakršnekoli galame, kakršnekoli dretja, kakršnekoli ne vem kdo, da bi šlo kaj po sobah, ali pa da bi se šlo kaj ven. In to mi pa, naprimer, mot, da nekdo že dela ene zgodbe, ki sploh niso preverjene, ne? In se potem to širi in potem, ajde, se pravim, na spletu lahko prebereš hitro, vsi ne ber forumu, ne? Ja. Ampak potem, ki pa do zdaj spet tudi gor, ki sem v Rogaški, pa to, pa vidiš nekoga tam, vse smo slišali, vse so bili pijani, pa jaz tako, kako, a si bil tam, ne, ja, pa kako pa, to vsi govorijo. To vsi govorijo, ja, to je argument. Neopravičeno potem igralci v bistvu, se pravi, do lani ste jih kovali v zvezde, so bili super, je bilo to ful simpatično, da igrajo poker, pa da se tako družijo. Zdaj pa kritizirate, ker igrajo poker, pa ker se družijo na tak način, ne.
Ti smem dodati k temu. Prosim. Zdaj smo omenili uspeh uvrstitve na olimpijske igre. Ja. Omenili smo potem olimpijske igre, kjer je zmanjkala manj kot sekunda do medalje. Pa to je za mene skoraj enakovreden uspeh kot prvak na Evropskem prvenstvu. Jaz sem bil takrat na Hrvaškem, tam je cel kamp sredi Hrvaške gledal nas. Hrvati, Slovenci, Srbi, gledali smo to tekmo, super. Jaz sem bil ves čas do kvalifikacij za olimpijske igre letos precej velik zagovornik selektorja Sekuliča. V zadnjih kvalifikacijah sem pa in njega in ekipo malo okaral, ker se mi je zdel pristop nepravilen. Spet mogoče se jaz motim. Ja, okay, ne, imaš predvsem svojega mnenja. Iz zunanjega, če znaš to argumentirati. Ja. Ja. Iz zunanjega vidika, kar sem spremljal tekme z samim stopom in potem telesno govorico, sem dobil takšen občutek. Potem sem tudi jaz začel malo podvomiti, da še ekipa klapa z Sekuličem. Plus malenko so me zmotile določene izjave, prav selektorja Sekuliča po tekmi, kjer se mi je zdelo, da malo preveč alibijev vleče, ampak to so moji zaključki. Ja. Javnost pa se obrne. Seveda, delajo se ogromni naslovi, tudi marsikdo ne prebere tistega, kar dejansko v članku potem piše, zapičemo se v to in nastane zamera. Tako konkretna zamera in zdaj v tem trenutku žal se mi zdi, da karkoli bo selektor Sekulič naredil, pa tudi če bo dobrega, pa tudi če bo to zdaj 2 zmagi proti Portugalski, pa spet gremo na Evropsko prvenstvo. Ne vem, če bo še dovolj, ne vem, če še lahko prepriča. To mi je po eni strani zelo žal. Ja, to je res težko. Ja. Težko je potem, ko si enkrat, težko je popraviti oprat s svojimi. Živimo pa v bistvu tudi v času senzacionalizma, tako kot si rekel, vsak prebere tisti boom naslov, ki v bistvu živijo za tiste klike. To je to. In pol misli, da tako je. Tako, ja. In ne vem še, da dokončam ta moj evropsko, misel za evropsko. Povedal bom to, ne bom šel v imena, ampak jaz sem, naprimer, mi kot stroka, strokovni štab, smo zvedeli po Litvi ene stvari, ki normalno kot stroka smo tudi za to odgovorni, ne. Ampak nismo imeli vpliva na to in smo zvedeli prepozno, da bi mi lahko odreagirali. To je bilo, da je prišlo do velikih nesoglasij v ekipi, znotraj ekipe. In se ta v bistvu kemija, ki smo imeli, sploh je ni bilo in se je porušila, ne. In ker mi smo se spraševali... To pa čist prvi slišim. Jaz sem na to prej cilil, ampak nisem hotel povedati. Mi smo se prej spraševali, že takoj na kaj šlo narobe, ker vse, kar je bilo strani nas trenerjev, je bilo podano igralcem. Od taktika, oziroma od Poljakov, na kjer način. To v bistvu to reprezentancu Poljske, kakšne druge selektorje. Ampak leto prej v Kaunasu smo jih mi v bistvu raštelali za 20-30 točk. Ja, na prav faktor je. In bil je nov selektor, prišel je drugače, oni so bili sigurno drugačni, ampak še zmer igralski kader je isti. Ne? Ja. In mi potem v bistvu noč po Poljski, jaz vem od določenih igralcev, pa drole, kako niste videli, da v bistvu nekaj ne štima, se neko komu ne štima, ja, tako pa to, pač določene stvari mi povejo, jaz sem bil šokiran. Jaz nisem mogel vse prijeti. In potem, ko sem šel spat, ne vem, koliko je bilo že tam malo pred jutro, sem na zajtrku Sekuliča vprašal, če je kaj vedel za to, pa me res gledal in rekel, ne vem nič o tem. No, vidiš zdaj, kaj je razlog, ne. Ker mi smo res za vsakega igralca, od Sloterja do Polnitke, za vsakega je bilo pazi to, ne gre tja, pazite te pa te napade. Ampak potem, ker še enkrat gleda tekmo, ko vidiš pol že po bistvu, ko smo šli še enkrat gledati tekmo, potem te določene stvari vidiš, ko se zavedaš tega, ne. Po analizi, ja. Da ni tistih rotacij, ko veš, da fanti naredijo rotacijo, da nekdo tam, ko veš, da bo zmeraj šel pomagati, da ni šel pomagati, da v napadu, da tisti, ki bi mogel to narediti, že samoumevno, ko veš, da naredi zmeraj, ne naredi. Potem rečeš, wow, pa dobiš čisto drugo sliko na to tekmo in potem, ampak spet hočem reči, tudi to je naloga nas trenerjev, ne. Ker takrat moja prva stvar je bila, prva misel je bila, ok, mi kot trenerji smo potlej v bistvu res skoraj nič krivi, če smo mi podali njim vse, kar je oni rabijo za to tekmo.
Se pravi, taktične zamisli, obrambo, kako bomo obranili individualno, kdo je kaj, Slaughter gre tokrat pa tokrat gre sem, večinoma košo daje v to stran, Politika dela te so tako, se pravi, vse je bilo to. Se pravi, mi trenerji smo v bistvu nekako smo naredili svoj posel, ampak ni samo to trenersko delo. Ne. Ti kot trener oziroma strokovni štab, ti moraš tudi prepoznati določene stvari, če ne klapajo v ekipi. Ne vem kako, ampak in tle bom rekel tako, da tle smo mi kot trenerji smo zgubili, smo odgovorni za to. Ne. In tukaj se v bistvu tudi ruši ta kemija oziroma bom rekel prej, ko sem začel z mojimi igralci v Rogaški, zaupanje. Ne. Se pravi, kaj je prišlo, kaj je bilo to, so debate za druge oziroma za druge čase, ampak hočem samo povedati, in tle pol vidiš, da v bistvu prišlo je do debakla zaradi nezaupanja. In to je to. Zelo zanimivo, ker zdaj se meni poraja nešteto vprašanj o zadnji Gogijevi tekmi. To je to, kar si izvedel, nič več ti ne povemo. No, zanimivo, ne? Ker tam je tudi bilo dosti vprašanj, da ni bilo predstavnikov KZS in tako naprej. Dosti je bilo vprašanj, ampak ne odgovarjajo drugi na ta vprašanja. No, saj. Tako. Zanimivo, ampak včasih tudi na takšnih podcastih zveš v tem zanimive. Ja, se strinjam. Zato imamo insiderskega gosta. Kako se znajdeš na vlogi tega strokovnega komentatorja? Ja, to si boljši, moram te pohvaliti. Prvič, ko sem te poslušal, si govorno zelo nadarjen, mogoče mečkam zaštrikal malo mes v narekovajih, ampak zdaj, ko te poslušam, vrhunsko. Hvala. Vrhunsko, res. Hvala za pohvale, mi velik pomen, ker nekako mi je všeč tudi ta vloga. Ne. Ja. Ampak, tako kot sem rekel, sem se malo zaštrikal, lovil sem se sigurno. Normalno, se je bilo nekaj novega zate, a ne? Z Matijo Kosmača so se nekako, zdaj bom rekel, že kar dobro ujela, ker sodelujejo, največ sem se z njim, ne. Ampak na začetku pa tudi nasploh, ker dobim potem nekoga drugega kot komentator, jaz kot strokovni komentator zraven, je tisto, kar ne vem, kdaj jaz upadem not v besed, oziroma kdaj. Razumem. In nekako se mora narediti, spet govorimo o kemiji, ne. Nekako je na to, da začutam, zdaj pa lahko, oziroma on me namigne, pa povem nekaj. Morate se uigrati, ne? Tako. Spet je pač uigravanje v tem poslu, ne. In takrat na začetku sem se lovil, ker nisem videl, ne morem biti spet non-stop tihne, spet sem prišel tukaj, da povem nekaj, kar se tiče košarke, ampak kdaj, na kjer načine. In iskal sem načine, kdaj pa kako normalno z sufliranjem komentatorja, da mi je on pomagal, asistiral, kdaj pa kako pa mi je namignil, ali pa me tudi sam kaj vpraša, pa potem povem. Ampak še vseeno mislim, da mora biti tle eno pravo razmerje, ker vseeno tudi jaz kot strokovni komentator ne smem preveč iti v to, da jaz komentiram, ker sem še vseeno strokovni komentator. Tukaj imamo komentatorja, ki komentira celotno tekmo. Jaz moram ga v bistvu samo dopolnjevati. Za znanjem. Ja, se strinjam, itak, absolutno. No, tako, veš, kaj pa mene še zanima. Ko sem se pripravljal na tale intervju, sem zasledil v bistvu, kaj te je nekoč, ko si bil še zelo mlad, 16-17 let fant, dejal, oziroma te vprašal Andrej Urlep. Aha, ja, to je spremenil moja, bravo, kje si to zvedel, a sem ti povedal jaz? Nisi mi ti povedal, prebral sem. Okay. Se pravi, če se ne motim, te je vprašal, kaj si ti sploh želiš? Ja, kje sebe vidim. Kje sebe vidim. In to je v bistvu spremenilo, moj, bom rekel, moje življenje, moj tok karijere, vse mi spremenilo. In mene zanima, če bi prevrtel čas nazaj. Andrej Urlep pride čez ta vrata, pa mu rečeš, poglej Andrej, to mi je uspelo. Kaj bi mu dejal, evo, zdaj sem pa starejši, 20 let, za mene je ena fantastična karijera, kaj bi mu še dejal? Povedal ti bom tako, prej sem vam povedal, da po končani karijeri igralski sem klical vse trenerje. Ali sem se dobil osebno, ali sem klical. Tudi dobil sem telefonsko številko Andreja, poklical, se mi je oglasil na telefon in sem rekel, Andrej, se opravičujem, če ti vzemam tvoj čas, samo prosil bi te za minuto, 2. Je rekel, ja, prosim, povej, rad bi se ti zahvalil za tiste 2 poletja, ki sem jih preživel z reprezentanco, ker ogromno sem se naučil in ogromno si vplival na mojo kariero in na mene, v bistvu spremenil si v bistvu ves pogled name in definitivno sem ti zelo hvaležen, da si v bistvu velik del tega mojega uspeha, moje uspešne kariere. To je bilo moj v bistvu odgovor.
Zdaj pa, če ti ne poznaš zgodbe, je bilo pa tako, bom povedal. Ja, povej, ja, ne poznam. Najljubše zgodbe, ki jih tudi povem velika, tudi mojemu sinu sem povedal. Košarka oziroma vrhunski šport je nekaj, kar tudi, naprimer, vidva s tem podcastom velike odrekanja, ne. Če ti verjameš v nekaj, da ti bo uspel, če verjameš v svoj produkt, v svoje poslanstvo, več, mislim, res veliko odrekanja in tudi fizično, psihično boš trpel in zato moraš imeti to stvar rad, ne. In naprimer moj sin, ta starejši sin, 18-letnik, sem ga, bom rekel, od 13 leta naprej driblo po domače povedano, da sem ga vsake toliko sprašoval, imaš ti rad košarko? In potem enkrat rekel, pa zakaj me to skozi sprašuješ? Sem rekel, zato, ker uspeš lahko samo, če imaš rad to. Če ti to ok, je v redu, super, ampak jaz ti povem zato, ker vem, kva te čaka. In te lahko ti povem, pole žena tako je skočila, rekla, ja, ne mogo govoriti, ker boš zagabil košarko. Sem si rekel, lej, on mora vedeti, kaj je cena, da uspeš kot vrhunski športnik. Se ko sine, lej, jaz sem v tistem obdobju srednje šole, bom rekel tamo, da je 15-16 leta pa do 20, jaz sem bil skozi zmatran, skozi me vse bolel. Ampak obrestoval sem je. Jaz nisem šel na maturanski ples, ker sem že reprezentance začela in se pravi maturanski ples, ki je v bistvu en vrhunc vseh, ki hodijo v srednjo šolo, jaz nisem šel. Zavestno sem rekel, ker sem že vedel naprej, da je reprezentance, sem rekel, jaz ne bom šel. Na maturanski izlet tudi nisem šel, zaradi košarke. In verjamem, da moraš se odreči nekaterim lepim, dobrim stvarem, če hočeš, da to, v kar verjameš, da se ti usniči. In tudi velikrat, mu rečem, s bratom sva hodila, tam, veš, kje sva živela na Tuga Vidmarja, v šoli, do dvorane, peš ali pa na štadion, poletje, konc julija se že začnejo treningi, avgust cel, seka, vročina na polno, midva pa s torbo vsak dan. Vsak dan na trening. Grejo na bazen, frendi se grejo kopati na kokro, ti greš pa vsak dan s torbo. Na kosorepa. Vsak dan to. In ne greš drugam, ampak pa sem rekel sinu, pa pridejo v srednji šoli, boš videl, pridejo punce, pridejo prijateljice, pa dej danes, pa če danes naš šel, pa se ne bo nič hudilo, da gremo tja, ti moraš reči, ne, jaz moram iti na trening. In vsakič to. Absolutno. In to se pravi velike odrekanja. In vse to, bom pa rekel, sem ta pravi moment doživel Andreja Urlepa, leto 95 kvalifikacij za Madeiro, 74-letni generacijo, se pravi, sem 3 leta mlajši od vseh, najmlajši sem v tej reprezentanci. Bilo nas je, mislim, da je 20, krat širši spisek je še bil, bili smo na pripravah, mislim, še en mesec do odhoda. In z vsakim imel individualno sestank, ne, Andrej. In imel je tudi z malo sestanka, sem jaz prišel na vrsto, tako se usedeva po večeri in kaj stopa, jaz se tako sedem, v meni tako, kaj te malo, kaj sploh ti delaš te, kaj si ti želiš? Jaz sem prvo šokiran, sploh nisem vedel, vem, da moram odgovoriti. Kaj moraš odgovoriti, ja. Pa zdaj iščem odgovor, ne, mislim, kar je težko, če te nekdo šokira. Zakaj ti sploh trenaš košarko, ne, kva bi ti rad? In jaz sem zdaj tako, iščem zdaj ta prav odgovor, da bom še vznemiril všečen pa to. In sem pa rekel, dobro, po temu sodeč, s kakšnimi soigralci sem, ne vem, Mare Milič je bil že na radarju NBA scoutov, Rašo Nestjerić je bil tudi že eden v svoji generaciji boljših, to so bili vse Rašo, Mare, Slavko Duščak kot naš kapetan, Jagoda, Tušak, se pravi sami igralci dobri. Jaz sem jih gledal kot zvezdnike, ne. In Sale Dončić, Uroš Ivanović, se pravi tudi talenti iz te generacije, Luka Jovanović, Gregor Belina, ki ga v bistvu za nediscipline sploh ga ni vzel s sabo, pa je bil po mojem največji talent te 74 generacije. Ne. In jaz tako se rekel, ja, pač, če vidim, da se okoli mene ne vrti taka, bom rekel, fama, da se nekaj govori o meni, se pravi neki, ne vem, glih, NBA ne morem ciljati, ampak bil bi pa vesel, če bi nekega dne lahko igral Euroligo, ne. Se pravi najvišji nivo evropske košarke. Tako me gleda, tako se je učil vzel trenutek, ko me je pogledal, pa rekel, boš dosegel, lahko dosežeš to. Lahko, jaz ti zdaj povem, da lahko. Ampak, je rekel, samo en način obstaja. Rekel, veš, tele vse tle fanti, ki so zelo talentirani. No, je rekel, lej, veš, kako se dela, kako treniramo. Ti moraš delati še 2-krat več kot oni. To je bilo to. Ti moraš delati 2-krat več kot oni. In je rekel, da konec je še dokončal stavek, če boš pokazal to, jaz te bom vzel kot 12 igralcev reprezentanca. In me na koncu vzel kot 12 igralcev, ampak jaz sem to je bilo tako, da v hotelu po treningih, po jutranjem treningu, ko smo imeli po kosilu, ko sem šel v sobo,
Oprostite izrazu, jaz nisem mogel sesti na WC školko, ker so me toliko... Ker te je vse bolelo toliko, ne? Vse me je toliko bolelo od zadaj, da jaz sem meni šlo na jok, ker sem se mogel sesti. Nisem mogel, ne. In potem grem spat po podanski počitek in se sprašujem s Gregorjem Haferjem, s Haferjem Soblacimra in se sprašujem, ni šans, kako mi je treniral zvečer trening, ni šans, ne morem, če jaz ne morem hodati, ne morem, vse mene vse boli. In potem se po podanski počitek je konc, se zbudiš, imaš tisto malco, greš do tiste jedilnice, zelo težko, še zmeraj se sprašuješ, kako, ker ni šans, potem pa počas malo zalaufa, itak si star 16-17, se hitro ja, hitro to prebiješ, ja. 17 si star, pridem pol tam, že malo se razlaufaš, pol je dober stretching in pol gre, ne. In vsak dan tako, ampak vsak dan je to toliko naporno, ne. In potem, ne vem, en tak lep, bom rekel, del zgodbe, treniramo v Domžalah, jaz sem pozabil v komunalnem centru jutrni trening in nas je razdelilo na 2 skupine, ne. In prva skupina smo bili visoki igralci od 10 do pol 12 trening. To je ubijanje, ne. To je ura pa pol drila, da ne vem ja. In po uri pa pol prihajajo beki, ne. In zdaj mi smo končali, tele vsi majce dol, fizio ti dajo za napiti, jaz tako se že, kao da se bom preobul, prije Urlep do mene prav, kako si? Pa jaz tako v redu. Až kaj, sprašujem te, da bilo bi dobro, če bi delal še z beki trening, ker je dobro pač za to, da delaš malo na ball handlingu na to. In zdaj normalno. Jaz sem tudi pomislil, to je trick question, ne. Se pravi, če mi je rekel vse to, kar mi je prej povedal, zdaj tudi on mene testira, če bom rekel, on mi je rekel, ne, jaz razumem, če si ti utrujen, kar pa je to v hotel, ampak bi rad videl, da treniraš. Je normalno, da sem še... Hvala, da boš trenirati, ne moreš to reči, ne moreš, ne smeš. In jaz, oddelal sem še uro, pa pol se pa od 10 do 1 sem delal na polno, normalno zvečer je bil spet 3-urni trening, ampak evo, na koncu sem prišel med 12, ne. Ja, na koncu, čez par let, se najde en Jani, se najde en Gregor in se te spomnima kot enega najbolj borbenih košarkarjev. Daleč najbolj borben. Ja, tako da nekaj si hudičevo dobro delal. Nekaj sem, vem, da naprimer tako zavedam se, to sem naprimer z ženino pomočjo nekako uspel premagati, velik deficit oziroma ena stvar, ki je mene brenzala celo mojo kariero, je bila moja nesamozavest, ne. In zaradi moje nesamozavesti sem bil, bom rekel, dosti limitiran napadalno, ker sem zmeraj razmišljal, nami je šutno, ker nisem toliko dober, ne vem, bož, da je podan, bož, da delam in s to nesamozavestjo tudi, ker sem prihajal do šutov, sem tudi določen mete zgrešil in sem bil, bom rekel, po krivici ukarakteriziran kot, da napadalno nisem talentiran, da ne zmorem, ampak je bilo bolj v bistvu posledica te moje nesamozavesti, kar zdaj, kar reflektiram za nazaj, ne. In sem veliko časa rabil, da sem to premagal, ne. Ampak spet nekako sem se pa najdel, da če sem že tle nesamozvesten, sem pa najdel, tako kot sem prej razlagal, kaj lahko delam vrhunsko, da pa še zmeraj lahko igram na tem nivoju, ne. Evo, super. Jani, mislim, da je čas za tista kratka, bolj sproščena vprašanja. A gremo eno igrco? Zdaj sem se spomnil. Kaj, boste meni tudi sprašvali, ja, kaj zadnjič NBA? Tebe bomo vprašali. Če bi naredil top 5 ekipo evropskih košarkarjev, se pravi prvo petorko, samo Evropejce imaš lahko noter. To zdaj ali all time? Lahko igrajo, lahko so že upokojeni, all time. Težko. Kjer je bi dal noter? Težko vprašanje, ja, se strinjam. Ja, ško, bom šel iz tega, kar poznam, ne bom šel to, kar sem slišal, ampak pa tudi časi so bili drugačni, ampak kot prvo, bom rekel že takoj vnaprej, da se nekako tukaj zavarujem, ne. Da naredim peterko brez Adamiva Daneva, tako da mi bo gospod Danev prosim oprostil, ker kolikor sem slišal v tistem trenutku je bil najboljši na svetu. Najboljši na svetu. On individualno, ne kot reprezentanca. Ja. Se pravi, če imaš ti najboljšega igralca na svetu, pa si zasluži mesto tukaj. Ja, ampak absolutno. Kako ima Američani, da ima rečejo honorable mention. Honorable mention, tako. Honorable mention, ja. Ali pa bom rekel tako, on je nad vsemi, ne. No, bom pa, mislim, Luka Pol itak moramo dati notne. Ok, damo Luko. Na enko. Ja, okay. Ja, čeprav zdaj spet, pol veš, da tam pa ne kiksaš, ne. Luka na 1, na 2 bi do Dražena. Absolutno. 3, da ti malo pomagati. Ker še mi nečta ven pomest. Navarro bi dal bolj na 2. Ne, Navarro je bolj 1-2. Ja, 1-2 je bolj Navarro. Kakšen Litvanec, šuter. Mogoče bi lahko Tonija Kukoča bi lahko dal na trojko. Ja, bravo. Recimo. Kukoč, Toni. Normalno, Toni.
Zdaj pa 4-5 je pa tista pozicija, ki sem jaz igral, pa ki sem občudoval vsa ta leta, mislim, že kot mulc, ki sem bil še, preden sem bil profiliran, jaz sem oboževal zgodbe Karima Abdul-Jabbarja, Wilta, ne vem, Bill Russella, ki je, tudi ko sem slišal, mislim, ki sem poslušal te NBA-ovce, vsi največ hvale, da jaz Bill Russell. Poleg tega, kar je on delal off the court, ne. In včasih, kaj je on deloval, ne, kar so bili res zelo stresni časi. Govorimo pa se prav, govorimo za Evropejce, ne. Spadali smo te tri, zdaj pa od Evropejcev imamo tle, imamo Divca, imamo Sabonisa, ta starija Sabonisa, ki je bil zver, ne, ki je prišel kot ruki pri 30 plus letih brez kolen, pa je še kar šolo. Še kar. Ampak spet pa imamo Gasola, Oba Gasola. Ampak bom rekel, mene bil zmer všeč, on je bil vrhunski, top, ne. Pa spet Jokić tle, ne. Pa še Jokić tukaj, pa Bodiroga, pa Rebrača, pa Stojaković. Ampak Bodiroga bi dal jaz rajš tako na ena, ne. Celo na enkop ga dal, zanimivo. Tle imaš Tonija, pa tle smo... Pa še imaš še Parkerja. Toni Parker je organizator. Ampak kaj, mi smo zdaj tle bolj pristranski. Malo smo svoje noter dala, ne? Ja, sej prav. Francozi bi fural francoske stvari. Tako. Tako da smo rekli Dončić, Dražen, Toni, ki se je kot Toni, zdaj, naprimer, Peđa Stojaković, ampak kaj, Toni ima 3 prste, ne Peđa ima enega, ne? Rađa. Tudi Rađa. Pa Saša Danilović. Ja, Saladinović je bolj 3-2-3. 2-3, ja. Se pravi, če smo dali že te 3, potem Jokića moramo dati. No, mislim, Jokića moramo dati, to sploh ni debate. Sporno, ne. Zdaj, krivico bom naredil res veliko Sabonisu, ker sem dal Jokića, ampak spet ta je 5, zdaj da iščemo še eno štirko, ne. Še eno štirko iščemo, ja. Kaj pa Dirk? Evo ga. Dirk. Dirk štirka. 3-4, no. Ja, 3-4. Na koncu, kaj je igral 4, bil je bolj Ja. Ampak kaj je, damo na Dirka na 4. Na štirko. Se pravi, kaj smo rekli, Dončić, Dražen, Kukoč, Dirk, pa Jokić pod košem. Ajde, gremo malo prvo vprašanje. Najboljša petorka ameriška vseh časov? Zdaj, ko me bo moj sin poslušal, bo rekel, ja, old head, nobenega new gena ni zdolota, ne. Ko bom itak šel z MJ-om na 2. Ja, itak, normalno. Playo bom dal najboljšega playa vseh časov Magica. Ok. Čeprav tle zdaj govorimo o Stefu, ampak ne more. Stef je bolj v bistvu... Novodobno, pa bolj skorar, kakor pa... Bolj skorar, kakor play, ja. Pa mislim, da tudi Američani še zmeraj večina bo rekla, da je Magic prvo play, ne. Zdaj pa tisto, veš, a zdaj naredim nekaj, ka me bo moj sin doma pojedel, ka mu rekel, da nam dal Lebrona, bom mogel zaradi njega Lebrona dati, ne, ka bi dal, naprimer, recimo Larry Birda na 3, ne. Aha, no, dobro, ja. Šuter, ja. Ampak ajde, gremo Lebrona, ajde. Ok, ajde, imamo Lebrona. Naj vam bo, naj bo New Geno, en Lebron, ne. Pa 4 damo, kako je Shaq poimenoval, The Big Fundamental, Tim Duncana. Tim Duncana, bravo. Pa 5 je pa, 5 bi pa dal... Tu imaš zares To me zanimivo, kaj boš rekel za 5, prav zanimivo me. Stari, tle me, až kaj, starejši si, posle ti pa spreminja tisti kriterij, oziroma, ki si jih imel prej za favorit. Ja. Ne, ker sem imel sem občudoval full Davida Robinsona. The Admiral, ja. Ne vem, sicer neko zgodbe od Wilta Chamberlaina, pa ne vem, Bill Russella so neverjetne zgodbe, ne. Ampak zdaj pa set vseh teh skillsov. Ok. Hakim Olajuwon. Hakim je veš da. Jaz sem mislil, da v Shaq rekel. Še sem iskren. Shaq je najbolj dominantna. To je največja dominanca v tem položaju. Mara Milić nam takrat pravil, kad se je premenil, kad je prihajal iz Phoenixa, z tune zgodbe, je rekel, takrat je bil se prav Shaq, bom rekel, prihajal v svoj prime. V svoj prime. Je rekel, lej, ne moš, rekel, mi smo imeli pač taktiko podvajati pa faul narediti, ker ne gre drugače. Pa računa, da bo proste falil čim več. Pa še zmeraj do koš, mogoče tudi, kad se ga podvajati. Ja. Ker to je nesel vse pred sabo. Pa kot je bila pa masa, koliko 150 kg plus. Ampak recimo, da pa zelo gibljiv. Zdaj gledamo še nekaj set skillsov, Hakim je bil neverjeten. Ja, kaj jih je podajal. Footworkom pa fintami je bilo, to je bilo nenormalno. Saj še pred časom je on individualno delal z današnjimi NBA igralci. Ja, res še kar, to bo nisem videl. Zanimivo. Meni bi všeč za pokojni, prezgodaj Dikembe Mutombo. Kar se tiče obrambe, meni bi on ful dober. Ja, zelo limitiran napad, ampak obrambe. Limitiran v napadu se strinjam, ampak obrambi bil pa res dober.
Če lahko jaz nadaljujem. Ajde, ne ti bo. Hvala. Malenkost drugačna vprašanja, še vedno zanimiva. Mene pa zanima, kdo je bil najtežji nasprotnik. Dobro vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Katerega si najtežje pokrival ali pa se ga v narekovajih najbolj bal? Bal se nisem nobenega, no. Oziroma tako, bom rekel spoštovanje, ker veš, da te čaka težka tekma, težek dan. Ne vem, to bi zdaj tisto, če je fizika, bi najdel kakšnega Rebračo, Tomašević, bom rekel, tista kombinacija, ki sem jo uspel doživeti, igrati proti njima, je bilo nekaj unstoppable, nezaustavljivo, se pravi, s Krko gremo 2003 finale Uleba. Se pravi, tudi bom rekel, lahko se šteje za največjih uspehov slovenske košarke. Igramo z Valencijo finale doma in dve tekmi so se igrali, povratno se je še igrala. In na 4-5 poziciji oni igrajo s Tomaševićem in Obertom, ne. Fabricio Oberto. Neverjetno se pa, Oberto, ne vem, kada bi probal porivati tole steno, pa se ne premakne nikamor. Ti ga moš pa čuvati, on je pa spodaj dobil žogo na low postu. Ni šans. Ne moš nič. Pa Tomaševića, ki je neverjetno močen z metom, z asistenca, mislim, da je imel v tem našem finalu eno tekmo, da bil, mislim, da ga ni dosegel, ampak je bil blizu triple-double, ne. Skoki, asistence plus pike, oziroma mislim, da asistenca mu je mogoče zmanjkala. Neverjetno pregled nad igro kot visoki, ampak s tem, da je imel in low post dol, veliko manj, mislim, dosti manj od zunaj, čeprav je lahko dal koš, ampak kombinacija obeh pa veš, da prehajaš od tekmo in se sprašuješ, kaj narediti, da jih ustaviš, oziroma ne ustaviš, limitiraš, če se bo le dalo. Kolikor se da, ne. Drugače pa tako 1-1 si pa štejem za veliko čas, da sem lahko igral pa čuval Dejana Bodirogo. Wow, to je pa res čast. Fučko, recimo. Wow. Teda sta bila pa tako Fučka z uno višino pa dolgim Fučka je vajen so krajan. Je tudi Kranjčan, ja. On je pa z unimi dolgimi rokami pa dolgim prvim korakom ga je bilo v bistvu nemogoče čuvati, ne. Ker je bil toliko agilen pa toliko spreten z vsemi tistimi body fintam, ne, s telesnim fintam, z finto šuta pa potem prvi korak, da v bistvu isto nemogoče res. 1-1 zelo težko, tam rekel nemogoče. Bodiroga pa dobra stvar je pri Bodiroga, se doskrat spomnim, mislim, da sem igral proti njemu dvakrat v Krki, ki je bil pa Panathinaikosu, pa z Olimpijo, ki je bil v Barceloni. In samo to sem si govoril, sam ne mu pasno na finto. Ne bo skočiti. Ne mu pasno na finto. Jak si naprej dal, ja. Šem god finto. Sam ne mu pas, ker me bojo, vsi frendi me bojo zezal za tega, ker vem, da bojo vsi gledali. Sam ne mu pas na to finto. In dokaj mi je uspel, no, da nisem glih da nisi lih trzno, ja. Ampak še zmer te dobi. Te dobi. Samo on je imel to izdelano, imel to finto. Ful izdelano. To je bilo tako hitro, pa to je res zahtevna košarkarska menjava. To je ni lahko, ja. Sam se jo da naštudirati. Čisto za intermeco, kot star navijača je Courtney Love tudi igral takrat za Krko, ko si ti igral. Američan. Verjetno bi se spomnil sprve, če bi bil tvoj soigralec. Jaz se ga spomnim, ja, Courtney Lova. Se ga spomnim, ja. Ni bil Courtney Love, da ga pa še enkrat pogooglaj. A ni Courtney Love bivša žena od Kurt Cobaina? Courtney Love. Ta je bil pa... Grega, si ti zaljubljen? Kako? Joe Courtney. Joe Courtney. Joe je bil, ja, Courtney Love, Joe Courtney. Jumping Joe. 2001 sezona. Iz katerega se jaz spomnim iz Krke. Zdaj me poprav, če ni bil tvoj soigralec, ampak mislim, da je bil Bennett Davison. Erdolenska. On je igral to sezono, Joe Courtney je prišel na pol sezone. Bil je Bennett že takrat, Erdolenska čuvenja. Eno anekdoto vem. In Joe Courtney pa on je bil takrat, je bilo rečeno, da ima en prstan z Chicago Bulls. Ja, to se spomnim jaz zdaj. To. Slišal sem, da si ga peljal na obisk k sebi domov, Bennetta, in da jedu sarme. In da se jih ni mogel najesti, da je to res. Da ni mogel nehati, da je bilo tako dobro. Tudi velikrat so z Bennettom prespala, ker šla so v bistvu iz Novega mesta so šla žurati v Ljubljano. Okay. Po tekmi, naprimer soboto začer, nedelja, cel dan fraj. In pol so šli v bistvu v Ljubljani žurati in da se ne peleva v Novo mesto. Nazaj v Novo mesto. So politek hotel še preživeti nedeljo, takrat se že odprl, takrat je bilo to
čudo Kolosej v BTC. Ok, tej časi. Sva šla odspat, pa nam domov, ne, v moji sobi sta bila zmer 2 posle in normalno mama je ponadila vsega, ni da ni. In tako da se pojedla kosilo in potem v bistvu na Zagrebu se ustavila v Koloseju, pogledala kakšen film, pa potem nazaj proti večeru v Novo mesto. On je imel stil zabijanja, nekaj neverjetnega. Tudi bil sem pri njemu v Ameriki, 2004 sem šel k njemu, takrat je živel v Sacramentu, tako da se zdaj nekaj časa niso v kontaktu, ampak malo še. Sta v kontaktu. Vsake toliko se malo kontaktirali. Super. To me kar take zgodbe, veš. Ja, hudo je, ja. Če bi moral izbirati, kdo ima boljšo centrsko tehniko, Saša ali Luka Dončić? Centrsko tehniko. Ja. Veš, ko si igral. Saša. A Saša? Zaradi moči. Fizične. Luka je močen, ampak Sale, mislim, da je Sale še močnejši. To zdaj več ni tehnika, to je moč. Moč, ja. Tehnika, ampak ne, bom rekel tako, kot sem rekel, gledam Luka, gledam Saleta. Se pravi, vse te finte Sale, mogoče ker Luka vse te finte, ki ima, kako se on igra, kako on je navihan, to je vse od očeta, čisto vse, res, vse v bistvu, res, to, ker je neverjetno veliko podobnosti, bom rekel, da jaz vidim še podobnost, zdaj se bo se smejala, vidim še podobnost način, kako se krega sodniki. Ojoj, to ima isto, kar Sale. A se to da popraviti? Ja. Kaj? A bo to kdaj popravil, Luka? A veš, kako, kaj misliš? Mislim, da bo. Ja, ker on se zaveda tega, da ne bolj zaradi sebe, ampak zaradi svojega renomeja, ki ga ima. In njemu vem, da mu veliko pomeni, da pač nimajo o njemu slabega mnenja, kot o nekomu, ne vem, Američani to tako v bistvu kritizirajo, da si preveč, ne vem, občutljiv, pa da te hitro iztira vrže to in Luka veliko dela pa na temu, da ni tak, ne. Ampak je pa ena stvar, ker sem pa, ne vem, če sem pri komu še videl, razen pri Luki, pa normalno pri Fotru, pri Saletu, da v bistvu oni tukaj črpa motivacijo, oziroma še večji drive, napaljenost. Inat. Naprimer, v večini, tudi me jaz osebno, ker sem bil igralec, večino igralcev to iztira vrže. Čim ti v bistvu zgubiš, oziroma fokus preneseš na sodnike, na sodniške kriterije in se ukvarjaš sodniki, si veliko slabši in imaš slabši performance. Ne. Luka je obratno. Luka v bistvu tukaj črpa še dodatno motivacijo, dodatno energijo, da je še veliko boljši. Zdaj ti bom pa jaz pokazal, prav ta fora. Si kdaj na treningu šel do Luke, pa mu rekel, to bi pa bilo boljše, če mogoče tako naredil ali pa uporabil takšno zadevo menjavo, pa si pol mislil, pa on je Luka, kaj mu jaz govorim? Nisem, ne. Edino, kar so z Lukom imela, je bilo podko, ampak Luka, se tu že poznata zgodbe, je velik zmagovalc. On hoče zmagati vse. In tudi na treningu hoče zmagati vse. In potem včasih, ko mu ne gre, oziroma ekipe ne gre, ker ima naprimer šutiramo 2 skupine, 2 ekipe, ena na enem košu, ena na drugem in pač pod enim košem jaz stojim, pod drugim košem drug pomočnik in pač tle, jaz stojim. In Luka, čem ekipi ne gre, tudi zna včasih, ne vem, dodati, kaj ni bilo koša, ne vem, pa naprimer so dolg na 3, pa jaz začnem na glas, pa so dolg na 3, pa on poreče 5, pa jaz rečem ne, 4, pa me tako gleda. Ne. In potem recimo se zgubil, pa takoj, se zgubil smo kadrole golfari, kadrole namerno za druge navija. Pa jaz ko gledam, se pa se ne smeje, ne. Ampak kaž, tle sem imela mogoče te, bom rekel midva, da mu nisem pustil, da za vsako ceno mora zmagati. Tako, kaj je, ne. No, super. Hudo, fulor. Jani, še imaš ti karkoli? Kaj bi še človek vprašal, zdaj smo dobo nepripravljenega z vprašanjem, če so iskreno. Saj smo že ogromno predelali. Ogromno. Kakšni so cilji tvoje Rogaške letos? Cilji so tako, kot ima zmer Rogaška, prijeti v play-off, potem pa v bistvu čim višine. Rogaška, vemo, pri Damjanu Novakoviču, jaz sem bil 2 leti tam, eno leto smo igrali v finalu, se pravi Rogaška je ekipa, klub, ki je v zadnjih 10 letih res večinoma igral v polfinalu, se pravi prišel med 4. Zdaj zadnja leta nam pač ne gre. Razlogi so, spet, če bi zdaj začel govoriti, bi rabil še 1 uro. Ampak jaz tako kot igralec, tudi kot trener, zmeraj stremim k
najvišjim ciljem, ne glede Normalno. na to, kakšne so Edin prav. realne možnosti. Tudi, ko sem prišel in v Šentjur in v Rogaško, ena tistih, bom rekel, kot igralca je bilo tisto, ko sem še igral, sem se pa zmeraj pozanimal, ko sem začel pripraviti, oziroma prvi dan treningov, ko sem začel, sem vprašal team menedžerja, kdaj je zadnja možna tekma v finale. Ne glede na to, kam, tudi če sem prišel v Šentjur, sem vprašal, kdaj je zadnja možna tekma. Ker takrat v bistvu jaz pri sebi Že mindset. v glavi si Naštelaš. imam, se pravi, do takrat meni, do takrat sem samo v fokusu na basket. Zdaj pa do kamor bomo prišel, bomo videli, koliko smo si zaslužili, ampak še zmeraj imam ta motiv, tudi če so to nerealne cilje, nerealne, da so res minimalne teoretične možnosti, dokler so možnosti, jaz Verjameš, da lahko bravo, pridemo zelo dober mindset, všeč mi je. Zdaj pa drugo je pa pol realnost, ampak tako, kot pravim svojim igralcem na treningih in lani in letos, fanti, na nas je samo to, da vsak dan pridemo v dvorano delati, da bomo boljši. Individualno in seveda kot ekipa. Bravo. Kam nas bo pripeljal, bomo na koncu sezone potegnili črto pa videli, koliko smo bili uspešni, ampak na nas edino, kar lahko naredimo, je, da damo vsak dan vse od sebe. Bravo. No, sej, to, kot da bi poslušal igralca. Kot da bi igralca nekdanjega poslušal. Ja, točno, ja, ne sam pravilno, tako se razmišlja. Še mogoče pri koncu še ena moja Ajde, še ena tvoja. zelo zanimiva. Ne vem, če se spomniš, letos, za novo leto sem ti poslal eno sliko. Verjetno se ne spomniš, je bilo dosti čestit, takšen specifičen čas je, nema veze. Okay. Sredi Zagreba srečam Tineta Čuka, pa Luko Božaka. Ja, zdaj sem se spomnil. Face fanta. Malo smo, kakšno pivo smo spili skupaj, žurali je žurka v Zagrebu novo leto, opušteno. Opušteno. In jaz tak sploh ne vem, zakaj sem košarko sredi novega leta načel temo, omenil, ampak pač ne morem iz svoje kože. Pravim, kak je Drole, kak je trener Drole. Ne? Zdaj več fanta ne igrata za te, koliko vem. Ampak nema veze, v glavnem kako je Drole. Mislim, da je rekel, naslednji teden imamo trening, koliko nas bo spet gnal. Drugač pa seveda, kot sem tudi pričakoval, vse najboljše sta lahko povedala. In mislim, da lahko tudi mi dva danes rečemo vse najboljše za najnega gosta. Hvala še enkrat. Sekunda, sam zdaj moram to. Nujno, kar povej. Zadnjič, par tednov nazaj, Američani naši, imamo tri Američane. Prej je začela sezona in mene en od Američanov vpraša, coach, how long we gonna have 2 days? To se pravi, koliko dolgo bomo še trenirali dvakrat na dan, ja. Pa jaz njega sprašujem, ne vem, kaj misliš. Ja, koliko še sem mislil, celo sezono? Ja. Gaj, samo old school. Jaz ne moram iz svoje kože. Edim prav. Preden zaključimo, bi čisto prvič v našem zelo kratki zgodovini podcasta prosili našega v bistvu vodnega gosta za eno gesto. Ja. Nazaj bi naredili z tvojim prvim podpisom naš Wall of Fame. Tako. Lahko, Dragišo, prosimo za en podpis. Imamo tamle Jakoba, da poda pripomoček. Lepo prosim za en podpis. Lahko tudi kakšno sporočilo napišeš, ne rabimo sploh samo podpisa. Ni panike. To se pozabi. Kamorkoli. Kamorkoli. Kjer je belo, lahko podpisuješ. A imaš še kakšnega? Imaš še kakšen? Dej modrega. Moder ni dober nekako za podpise prav. Dober. A so tam še, Lija, dej prines. Ne, ta všel dol, tega ne, sploh uporabljati. Pa saj. Kaj je to? Kaj Lija, dej sam. Evo, se je moja Lijica prinesla. Samo da bomo... Evo, klele je permanent marker. Ja. No, evo, kaj črnega damo, a ne? Smo še tole rešili. Evo, permanent. Upam, da dobite večje imena od mene. Veličina se izraža tudi v človeškem značaju in karakterju, kar je pri tebi. Ja, klej bi bilo lepa. Ja, točno to, kar zdaj načel. Evo, zraven dresa še podpis, dragi, še odlično. V redu, super, najlepša hvala. Evo, takole. To je to. Hvala tudi vsem, ki ste zdržali ali do konca, ali ste bili z nami v mestnem času. Lice vzeli, zvoli. Takole, hvala tudi Janju Večeri
Hvala Jakobu od zadaj za kamero. Hvala Jakob, moramo se zahvaliti. Hvala Elija, ki si izdržala, da še tebe omenimo. Zelo pridna punca. Zelo pridna punca. Tako. Jani, hvala tebi. Hvala tebi, hvala Dragiši še enkrat. Verjetno Dragiši ne bi bilo. Najlepša hvala še enkrat, uspešno v Rogaški. Žan-Luka, tebe pozdravljamo v Mehiko. Namakaj svojo rit, še kar tam, pa pust nam delata. Samo prosil za še en komentar. Hvala vam na vabilu. Nam je v čast. Sem dobil informacijo od tebe, Jani, jaz sem prvi gost, ne? Prvi gost. Okay, very first one. Tole pa moj prvi podcast, ne? To pa nismo vedeli. Nikoli podcasta delam, tako da tudi mene veseli, sem naredil z vama ta prvi podcast, užival sem, hvala vam na vabilu še enkrat, hvala vam vsem. In tako sem rekel, vem, da delate pravo stvar, vidim, da verjamete v to in želim vam res, da, tako kot sem omenil prej, preden smo začeli, želim, da to res razvijete v eno lepo zgodbo in da boste med najbolj uspešnimi, da boste imeli res ta podcast na visokem nivoju. Hvala, res lepe besede, hvala Dragiša. Tukaj več pa nikaj dosti za dodati. Jaz tudi ne moram več dodati, samo čustven. Hvala še enkrat, Dragiša. Hvala vam, da nas spremljate, kje nas najdete spodaj po tem videu. Bodo vse možne povezave od naših socialnih omrežij do ostalih zadev, kjer nas pač najdete. Hvala lepa še enkrat, Jani, Jakob, Žan-Luka iz Mehike, Dragiša Drobnjak in moja malenkost. Lepo zdrav. Živijo. Lepo zdrav. Čau.